Pozdravljeni v novi oddaji podcasta iz centra Ogol. Oddaji, v kateri poskušamo predvsem predstaviti, da je nogomet veliko več kot le zmaga in poraz. Današnji gost Jaka Jakopič, lep pozdrav. Pozdravljen. Verjamem, da ima danes res predstavlja, da nogomet veliko več kot pa samo zmaga in poraz, ne? Kljub temu, da ti si veliko zmagoval. Ja, definitivno vsak je rad zmagoval, še posebej jaz, tako in drugače. Tako in drugače. Jaz bi še samo tu povedal, ponovno snemamo na Verovškovi, Porsche, Verovškova, tisti, ki vas zanima, Seat, Cupra, Salon, Verovška ulica 78 v Ljubljani, tako da pridite si pogledati zanimivi avti, bomo potem med dodajo probali tudi mogoče kaj ga predstaviti, da vidimo, kako to izgleda. Jaz, ko sem razmišljal, kako bi tebe predstavljal, na samem začetku sem tako razmišljal, normalno si bil igralec, ne, potem pa danes si agent, ne, ampak vmes ali pa vmes nekje pa za mene mogoče postal malo tako super junaka, ne, to, kar ti danes tudi nosiš na prsih, ne, se pravi brke on ko mena, jaz danes jih imam, ti praviš, da si jih že toliko dolg nosil, da jih ne rabiš mogoče ali pa da jih imaš lahko na majici, ne. A si se kdaj počutil kot super junak? Ne, nikoli se nisem počutil kot super junak. Bolj sem se počutil svobodnega, da sem lahko izrazil svoje mnenje in je bilo to sprejeto. Bolj sem se počutil takrat junaka, ko sem komu pomagal na tej njegovi poti, da je lažje prebrodil zaradi mene, kot karkoli drugega, no, da bi bil zdaj res kakšen junak, se pa nisem nikoli počutil. Veš, ko on ko meni nadane svoje brke, ne, veš, sem napolje razmišljal, tako kot one risanke, ne, postane močnejši in se upa več stvari mogoče, ne, ali pa je bolj predrzen, pa ve svoje odgovornosti. Ja, to je res, veš, s temi brki prideš, mi smo jih nosili več kot 10 let, prideš res tak drugačen, poseben, drzen, po eni strani, po drugi strani si pa to ti, ne, ker hočeš pa s tem nekaj sporočiti in ti je vseeno za druge, ne, ko prevečkrat gledamo na mnenje drugih in ti pol to že daje tvoj jaz, ka mogoče pa to ni, ne. In s temi brki sem jaz prav takrat užival, no, ko sem vedel narediti po tisti modi iz Bundeslige, ko smo to nosili in vsakmu, ko si je rekel, kom boš pa tistimi brki, pa sem rekel, osveščamo raku, ne, pa si ja, pa po redu, pa so pol še naprej imeli pol drugi, ne. Dobro, so tudi kakšni nogometaši, ki bi jih radi nosili, pa rabijo, ne, 4 leta prej začeti jih puščati, ampak ja. Jaz vidim pri sebi, ne, jaz učim na šoli tudi, ne, in vsako leto novembra sem nekje v brkih, ne, ponavadi ne brijem se tako zelo redno, da bi rekel zdaj vsak dan, ne, da bi lepo rasli, ampak potem, ne vem, po enkrat na teden, ko ubriješ, ne, in priješ prvič z brki na šoli v novembru, je vedno dosti smeha, ne, in tako malo učenci sprašujejo, malo tudi učiteljice in učitelji, kdaj pa kdaj, ne, jih je treba malo spodbuditi. Izobraziti. No, ampak pravilo brkov je to novembra, ne, november pomeni Mustaš in november. To so 3 fantje ustanovili združenje, kako bi drugače osveščali o raku in so ob pivu v Avstraliji rekli, dajmo pa si pustiti brke in pravilo je tako, da se pobriješ čist na nulo cel in potem si s 1. novembrom začneš puščati brke in kukar ti raste in se samo okoli obriješ. In 1. december se pol obrije dol. 1. december se spet dol obriješ. Če želiš, če ti je pa všeč, pa pustiš. Ja, če ženi všeč, ja. Če ženi všeč, vsem. Kar oba veva, da verjetno liči. Čuj, ti si se mogel vsak december pol obriti. Ja, okay. ja. Okay. Rekla smo, da bom začela vsem, ne mogoče s tem onkomenom, pa z to, kar ti predstavljaš, se pravi zaveščanje ljudi, predvsem verjetno, kako ne sprejemajo raka, se pregledujejo in ugotavljajo, da to ni smrt, ne, verjetno, da takoj poudarma. Ampak da bi me vseeno mogoče prišla v ta del potem, ko se ti srečaš z boleznijo, kje si ti odraščal, kako si odraščal, ker tebi je bil po vseh intervjujih normalno, ki si jih zdaj v teh 20 letih po bolezni dal, si poudarjal, da ti je nogomet bil primarni cilj življenja, v katerem bi rad živel ali pa neki dosegel v njem, ne. Izhajaš pa iz nogometne družine, ne? Ja, izhajam definitivno iz nogometne družine. Živel sem klele čez, katega Salona sploh še ni bilo, kle je bilo polje. Prav Bežigrajčan, rojen, vedno sanjal, da bom igral za Olimpijo. Sanje so se mi uresničile, tako da sem zelo zgodaj v bistvu pri mladincih izpolnil ta cilj.
postal državni prvak z mladinci, pokalni prvak z mladinci, tako da sem te sanje nekako uresničil, vedno sanjal tudi, da bom prišel v Olimpijino moštvo, pa pač žal mi to ni nikoli uspelo. To govori za člane. Ne? Za člane, tako, drugače pa ja, živel z nogometom, imeli smo blizu Ježico, zdajšnji Interblok, vmes je bil Faktor, to je bil moj klub v bistvu od 6. do 18. oziroma 17. leta, ko sem se pridružil Olimpiji pri mladincih. Oče je bil nogometni funkcionar, prej nogometaš, valjda moj vzor. Vzor tudi življenjski, pač nikoli ni pil, nikoli ni kadil, bil res discipliniran in sem to pri njemu potegnil ven. Se tudi v svoji družbi dokazoval brez alkohola, da lahko znam reči pijači ne. Bil ob 2 zjutraj marsikomu prijatelj, da sem jih domov peljal trezen. Šofer. Ja, ampak ja, sem pa pač to sam, no, dostikrat se spomnim, da je oče kaj pol še igral v Avstriji, dostikrat me sabo vzel, kaj je bil utrujen, da sem kaj krmlal, vedno sem imel žogo s sabo, zdaj te prijatelji iz Avstrije mi pravijo, ko golov sem jim polomil tam po tistih vedno rad brcev. Bil sem pač res... Vprašanje je tudi, ne, glede na to, en prejšnjih naših gostov je bil pa Jožef Križaj, s katerim smo govorili predvsem iz tega, kako otroci ali pa kasnejši reprezentanti, ne, iz katerega kulturnega okolja izhajajo. In da pač večina je bilo, zelo močen vpliv je bil pač oče, to, kar si ti tudi zdaj poudaril, ne, da so kasneje potem ti otroci pač nadaljevali to neko nogometno pot, ne. Ti si je spomniš očeta, ko je igral nogomet? Ja, mislim, očeta valjda se spomnim, ko je igral nogomet, ne takrat več profesionalno, ampak pač je igral tisto, rečemo v Avstriji, ko so igrali tiste, oni so bili te prvi legionari, ko so igrali v Avstriji, ko so hodili v vikendih na tekme, 2-krat na teden na trening, ko je zdaj že pač folklora pri nas, teh fantov, ki zdaj že zelo mladi hodijo, ne, te so takrat starejši hodili, da so pač Avstrijce gor potegnili, ne, zdaj je ravno obratno, ne, zdaj že noben Avstrijc noče več sem priti, odrasli so oni učili Avstrijce nogomet. Ne, se pa, mogoče pa pri meni ni bilo tako, po moje oče, ne vem, meni ni nikoli silil, nikoli se ni želel, jaz sem skozi silil zraven, tudi zadnjič smo se pogovarjali, skupaj igramo rekreacijo z Andrejem Jerakom, ki je bil tudi nogometaš Slovana in je rekel, da se me spomne, koliko sem bil majhen, pa sem takrat kar člani treniral Slovana, ki je bil oče trener na Slovanu in so si mislili, kako oče maltretira tega tam malega Boga in revež, pa sem jaz težil, da bi šel, jaz se spomnim, koliko sem jaz sam sebe skozi preganju treniral, da bi uspel v nogometu, si želel biti skozi zraven in je po moje dosti podobna zgodba, ki je z eno od mojih hčera, ki je šele pri 9 letih prišla z letakom, čeprav mi je že od 6. leta težila, da bi nogomet trenirala. Jaz sem pa bil vesel, da imam 3 hčerke, da ne bo nobena nogometašica in je prišla z letakom, da pa obstaja nogomet za punce, ker jaz sem govoril, da ne. Zakaj pa ni želel, da igra nogomet? Zato, ker sem bil vesel, da bomo tudi kakšne druge športe spoznal, pač skozi hčere oziroma kakšne druge stvari zdaj spoznavam, tako atletiko kot balet, ampak ja, tudi valjda uživam tudi zdaj ob nogometu, ko ona toliko uživa v tem, ko vidim, da res to ni moja želja, niso moje. Ona je bila tista, ki letos prvič ni hotela, ko me je kar malo zabolela z nami na dopust, ker je raje šla na treninge. Tako, no, ti pomeni, da pač otroku to pomeni, tako isto pri hčerki, ki je na baletu tudi čisto nora na to in tekajo atletki tudi. Tako da zdaj so si tudi dali en pak, da malo mene še bolj fit postavijo. Se pravi, so ti že naredili načrt, da boš... Kaj, si se zapustil kaj ali kaj? Ja, vmes sem se zelo zapustil, ja, ker je bilo kar pač... Tako, kot sem rekel, jaz sem sam sebe dosti gnal, ne, med samo kariero, hotel dokazovati pač, da sem boljši od ostalih, vedno je bila neka borba, rad sam treniral, nikoli nisem imel dopusta, nikoli počitnic, tako pač in potem sem imel verjetno imaš dovolj kilometrov v življenju svojih. Če reč mi, ko sta tako z očetom igrala 1-1, ti je pustil kdaj, da zmagaš ali te je vedno držal na... A veš, da se tega pa ne spomnim, da bi kadarkoli sploh igrala. Tako, res je, kaj? Ne morem vprašati. Bolj sva se podajala, pa tako, kukor, da bi igrala, ker sem si zmer najdel tako bolj družbo, da bi tako. To pa ne, no, vem, da parkrat sva šla laufat skupaj, pa tako, da sem bil kar konkurenčen takrat, če to se spomnim. On je bil bolj ta germanska šola, tisto bolj tek, pa to, kukor tehnika, ampak ja, sem pa tudi jaz
rad, no, tako fizično to delo in verjetno je bilo teh kilometrov preveč v življenju in takrat, ko so hčerke prišle, so zadišali oni frutki polno otroške hrane, pa si dobil apetit in se prav spomnim, da sem takrat, ko smo imela 3 otroke, nehal sem igrati, sem prišel ko sem igral, sem imel nekih 74 kg na mojih 2,81 m, pa sem pa prišel na 97 in si prav sem se spomnil, takrat sem si rekel, če še 3 kile dodati, da bom vsaj enkrat 100, ne. Pa sem si pa rekel, res si neumen, ne, da se vred spravi in pa sem začel pač počasi in ja, sem prišel na teh mojih 80. Okay, ampak ti, zdaj, če smo tako dosti hitro preskočili to, rečemo, mladinsko in ostalo šolo, ti si tu v tem obdobju potem, ko si prišel v člane, ne? Rekel si za Olimpijo, nisi bil dovolj dober, če prav razumem, ne? Niso te povlekli zraven, ampak ti si tekmoval, ti si igral našo prvo ligo, ne? Ja, takrat je bilo tako, na Olimpija so bili res močni, to je bila ta generacija, ki je bil tudi Milivoj Novaković, ki je bil eden top strelcev mladinske kadetske lige, pa ni zraven prišel. Tukaj so bili tudi drugi vplivi, moramo vedeti, da takrat so bili vsi slovenski igralci tujci, kjerkoli v tujini, a ne, v Italiji, v Avstriji, na Hrvaškem, kjerkoli si bil tujec, se pravi, so bili vsi tukaj, ne, tudi te starejši so zelo težko bili, takrat se spomnim, je Sašo Udovič šel kot prvi strelec slovenske lige na probo v Belgijo za 3 tedne, ne, prvi strelec slovenske lige ne hod več na probo, no, to so bili taki časi in si bil pač vesel, da si bil sploh v kadru takrat prve lige kot mladinec oziroma kakšno leto starejši, ne, da si se kalil, kukar, da bi razmišljal, da bo sploh igral v prvi postavi. No, tega je bilo res zelo malo, oziroma te, ki so bili res ekstra. Pa so prihajale te generacije po letniku 85, ko so pač dobivali več možnosti za nastop, ko so se tudi to razvili, no, ampak ja. Za tebe imam zelo veliko papirjev, ne, ampak ti si pa takoj šel v prvo ligo igrati, ne? V bistvu Jaz podatke za druge lige nisem nič našel, no. Ja, ker sem tako star. Ne, igral sem takrat za takratni Faktor, smo igrali 1 leto v drugi ligi. Aha, okej. Ker jaz imam od Dravograda naprej sem zbrskal podatke, pa sem šel pa tisto sezono po prvi ligi, se pravi prvo leto po mladincih sem igral za Faktor. Potem smo pa šli Marjanu Pušniku, jaz pa Mitja Brulc, takrat iz takratnega Faktorja, v Dravograd in tam se je pač začela moja kariera, prvoligaška in pol do bolezni sem bil pol v Domžalah. Ja. Želel sem te vprašati, v tem obdobju, že kadeti mladinci, verjetno ti nisi kaj veliko hodil na dopuste, morja, zdaj to je bilo večinoma, ker v tem času nekje od 1. julija naprej smo mi že ves čas v trenažnem procesu, šola se ti zaključi 25. junija. Se ti spomniš teh obdobij, ko so, ne vem, tvoje hodili na počitnice, ti pa na treninge? Ja, ampak mi je bilo všeč. Ti je bilo všeč? Imel sem mir doma tiste počitnice, sam sem bil, dobro se tudi mami pa oči sta kaj prišla domov, a ne, takrat pa kaj delala. Kaj skuhala? Sestra vem, da je bila dosti na morju, ona je bila v badmintonu in je pač so bili takrat freja, ne. Ja, ampak ne, sem pa znal sam kuhati, kar mi je dalo to samostojno že takrat, no, tako da je bilo kaj predpripravljen valjda pa tako, ampak sem si dosti sam že pripravo naredil, sem več ali manj tiste zrezke jedel. Kdo je bil takrat v Domžalah, pol trener, ko si bil v Domžalah? Mihajlo Petrovič. Aha, okej. Želel sem te tu, preden gremo do točke, ko ti greš v bolezen, sem te želel nekaj vprašati. V intervjujih sem bral ali pa poslušal, da si se veliko stvarem odrekel. Malo provokativno bi te vprašal, ker jaz sem svojim igralcem vedno rekel, ne, če imate občutek, da se morate čemu odreči, pol tega ne počnite. Ne. Če nekaj počnete s tem, kar imate radi, pol počnite, ničemer se ne odrekati. Počnite tisto, kar imate radi. Zakaj ti uporabljaš, glede na to, da si tako na vseh ostalih stvareh direktn ali pa pozitiven, ker se mi zdi to, je taka neka negativna konotacija na stvari, za katere si se v bistvu sam odločil, da jih boš počel. A veš, da se nisem. A veš, vselih to je fora, ne, pač nekaj, kar sem delal, sem bil trmast, ne. Naprimer, ful sem hvaležen učiteljci glasbe v osnovni šoli, ko sem ful rad pel, bil prvi pa drugi razred v pevskem zboru in pa smo šli na eno tekmovanje in te pač tiste te opela, kje boš peva, ne, in mi je rekla, Jaka, ful si priden, edini, ka nikoli nisi izostal,
ampak da je na tekmovanju samo usta odperi. Ne? In mi je dala takoj vedeti, da nimam posluha toliko, pa tako in sem z veseljem zelo na glas pel, da me je prav grdo gledala na tem tekmovanju, ampak ker me je prizadelo, ampak me je pač dala. Medtem ko vse ostale stvari, veš, tisto kot mulj sem si mogoče doma je imel dedi klavir, pa sem hotel klavir igrati, in pol ne, če si pa zdaj klavir, boš pa do konca klavir. In sem brez ritma, brez posluha naredil 5 razredov osnovne šole klavirja, teorija zraven. Dobro, sam neki ritma moraš imeti, ne moraš nogometa igrati. Ja, nekaj ga imam, zato sem bil na beku. Ampak neki ritma, valjda, da imaš, pa tako. Ful sem hotel take bolj moderne stvari igrati, tam sem bil na klasiki in pol, nazaj zavrtiš ta film, je lih ta fora, da sem si želel, jet ven, pa sem mogel vaditi za klavir, to so bila ta odrekanja, ker sem si jaz pač sam to postavil, pol kasneje je bil pač tist, vsi so počivali, jaz sem imel pa sabo zmer knjige od v bistvu faksa. Nisi se sam odločil, da se odrekaš, so ti oduzeli določene stvari. Tako, mislim, oduzeli, ja. Posledično, valjda, da sem tudi sam to želel. Mogoče nisem bil dosti odločen, ali pa po drugi strani je toliko trmast, da sem ustrajal pri stvari, da jo dokončam. Nisem jo hotel na sred poti pustiti. Pri hčerki sem to saj tako naredil, ko je kitaro hotela igrati, da je mogla do konca leta odigrati, pa pol videti, da bo še naprej, in pač ne več. Jaz sem pa pač tudi sam pol hotel dokončati to, kar mi je bilo pa pač malo sram, da ne bi. No, pa hvala Bogu je prišla bolezen toliko zgodaj v mojem življenju, da sem dojel, da pač baterija ima 100%, in če imaš ti 50% za neko drugo stvar, ti sam še 50 ostane. In to sem dojel pri fuzbalu, se odločil za fuzbal in sem bil definitivno čist drugačen igralec in čist drugačen način dela, priprave in tega. In sem res po bolezni, ko sem se vračal, se v tem bo še verjetno bil čist drug. Ampak, ko praviš 100% in 50%, pa si se ti skozi to svojo trmo, če te zdaj prav razumem, si se ti tudi sam odločil, da boš ti študiral hkrati in treniral in dokazal, da se da tudi to na nek način speljati, ali kaj? Upam, da ne poslušajo to mlajši, ampak... Vsi poslušajo, vsi. Ja, ampak, Se je boljš, da se na naših napakah učijo, kot na svojih. Kle ni zdaj uvir, valjda moraš biti malo realista, kaj si želiš. Jaz vem, da sem bil dober v nogometu, vem, da sem ogromno dal, odrekel sem se v tej smeri, da sem pač zavestno se zavedal, da če bom hodil ven popivati, pa to, da bom zgubil treninge, ker to pač sem od očeta pač vzel, ker sem to dostikrat slišal, da ti pač ena po nočevanju vzame 3 treninge, rečemo. Nekje, ja. In tle sem hotel biti že boljši od ostalih. Ampak po drugi strani pa, ko so ostali počivali, sem se jaz učil. Tle je bila pa ta stara šola še verjetno pri nas, kaj pa če se ti kaj zgodi, pa ne boš, ampak jaz pravim, nobena poškodba ni tako huda, da ne bi pol nadaljeval. Nobena stvar ni tako pozna, da je ne bi mogel zaključiti in čut šolo lahko pol, če ima željo, zaključaš, ker naprimer te top naši nogometaši znajo vsi 3-4 jezike, imajo poznanstva in če se hoče šolo narediti, se jo bo naredil. To so te stvari, ki mogoče kasneje spoznaš in ki jih pa lahko položim naprej. Sam da navzaj takole, kaj je rekel, pa bomo zdaj šli vsi iz šole ven. Pač ena podlaga. Ampak zanimivo mi je, da to, kar smo isto s Križajem govorila, da ta spodbuda doma, ali pa da nekdo zaupa vate, pač ulož zdaj v, ne vem, nogomet, ampak boš šolo pač delal kasneje. Ker, rečemo, meni je tudi zanimivo, se pravi, oddaja trenutno, ko midva snemama še ni odzuni, Mustafa Nukić, se pravi, on je naredil že ekonomsko fakulteto, bolonski pač 4-letni program, ampak je že tudi rekel v oddaji, ko končam nogometno kariero, bom še nekaj zraven naredil. In tudi praktično vsi igralci, ti starejši, s katerimi se zdaj srečujem, so pripravljeni so izobraževati naprej. Ker vidijo tudi, da v nogometu so se ves čas mogli doizobraževati. Tudi tehnologija gre v nogometu tok naprej, načini treniranja se spreminjajo, taktične zahteve so res veliko večje, kot so bile včasih. Tako da tu itak ni kaj veliko. Tako da jaz ne vidim, zakaj se te strah, da bojo starši. Mislim, da te bojo klicali pa rekli. Ne, pa če se zdaj bolj nanašam na te obšolske stvari, te klavirje pa to, kar sem zraven, pa umel še nemščino. Sem hvaležen za te jezike,
pa sem se ga po mojem več pol v Avstriji, ko sem igral, naučil nemščine, kukar v cele, ne osnovne pa srednje šole. Praksa je praksa. Praksa je praksa. Druga stvar, ki pa je, no je pa, da sem bolj to mislil na faksa, ne, kukar na srednjo šolo, ne, valjda nisi nor, da boš pustil srednjo šolo, ker to pa lahko sfolgaš, no, to pa lahko vsak. Vemo, da je pač, ne vem, tudi Luka Dončić v Real Madridu 8 ur spal, 8 ur šole, 8 ur treninga, ne. Tako Tako pač da. je. Ja, gre. pač, To gre in se more pravi, biti. tisti otroci, ko zdaj poslušajo, pa srednje šolci, srednjo šolo se z lahkoto da narediti, ne, za faks pa lahko tudi kako leto kasneje, Lahko ne. čakaš. Mislim, vse sem tudi rekel, veš, korona je za moje pojme škodila samo športu, ne. Ja. Vse ostalo, vsak je imel luftu pol pa se kaj spočil kakšen let na fakulteti, a ne, tako ali pa drugače, iskal službo pol eno leto, si zmer nekaj izgubil, ne, tako da tle ni bilo neke panike, a ne, medtem ko šport pa zelo težko nazaj prineseš te stvari, ki si jih izgubil, ne, ker leta ne čakajo, ne. Ja. Čuj, koliko si pa ti imel vlogo svoje mame, ker malkrat omenjaš mamo v teh intervjujah, vedno je oče, ker je oče verjetno pač tudi v nogometu, ne. Ampak manjkrat rečemo, kaj je bila ona tiste... Zato, ker je bila skozi zraven. Zavetnik tvoj, ali kaj, ki te je vedno sprejela tvoje odločitve, je bila tudi kdaj kritika? Ne, bolj je bil oče tisti, ki je sprejemal moje odločitve, mama je bila zmer tisti, veš, ki je imela zmer pripombe zraven. Malo ročne zavore, ali kaj? Malo ročne zavore, pa tako, bolj je bila mama tista, ki je bolj tista na sigurnost dala, pa tako. Po mojem sem se bolj nje dokazoval kot očetu, v teh stvareh drugih, a ne, da bi tako, ne, je bila pa tista ona, ki je skrbela vse za nas, dostikrat je bila sama, očeta ni bilo. Z očetom sem se v bistvu resno začela pogovarjati stvari šele po moji bolezni, a ne, ker je pač tudi on dojel, da je življenje kratko, pa da je treba, ne. Je pa res, v življenju nam nikoli nič ni manjkalo, res sem imel vse, za voljo tudi očeta, ki je ogromno delo mame, ki je poskrbela doma za vse, a ne, in sem res... Da povem, ne, jaz tvojega očeta zelo dobro poznam, ker sva tudi delala skupaj nekaj časa, ne, tako da vem, o čem govoriš, ne, koliko je on potoval, se izobraževal, nenehno iskal neke rešitve. Ogromno. Tako da verjamem, da vem pa tudi to obdobje, ker takrat, ko si ti zbolel, ne, sem jaz z njim imel še vedno stik, ne, midva sva se pa pač nekje izgubila, se mi zdi, se sem rekel tudi prej, ko sva se z Isakom peljala, ne, ker nekje je zginil pol, ne, ampak se mi zdi, da neka povezava, ta način razmišljanja imamo pa še vedno zelo podobno, tako da nimamo težav. Ok, se pravi, zdaj, da gremo do tistega, kar smo rekli, da bomo poskušali zdaj predstaviti ljudem, da rak ni smrt, ne, predvsem to. Dej, preden gremo v bolezen, a imaš ti kakšne podatke, koliko ljudi umre za rakom? Glede na to, da vem, da za kardiovaskularnimi vsak tretji nekje umira, ne, se pravi, kardiovaskularni je še vedno tiske najbolj... To pomeni razne kapi, srčne težave. Kardiovaskularni je tudi mene, zdajle moja zdravnica mi že rekla, da je 2-0 za njo, ne. Zato, ker ona mi je najprej odkrila raka, ne, ker sem jaz frajer mislil, da je vse prej kot to, ne, takrat. Zdaj pa še holesterol, ne. A veš, kljub pač je deden, je to, ampak to je tihi ubijalec, ne, in tega se noben ne zaveda, kle nima veze, a si ti fit ali nisi fit, ne. In to sem že par prijateljem povedal, da po 40 je fino, da si daš to pregledati in so že par tako na tabletih, ker so resne cifre, pa zdaj z dieto lahko ti zbiješ ta holesterol za par procentov, a ne 10-15%, ampak da boš pa ti preprečil, da se ti žile ožajo pa mašijo, pa ne boš niti nobena operacija, ne bo pomagala, samo infarkt te bo ustavil in pol je že prepozno, ne, tako da tukaj je res zelo, največji problem Slovencev je to, da ne izkoriščamo slovenskega zdravstva. Ker ga kritiziramo, da ne priješ prav čas. Ne zaupamo mu ponujati pa vse, res vse. Imaš pravico do kakršnega koli pregleda, kjerkoli, kadarkoli, tudi če so naprimer raki v družini, naprimer, a ne, imaš ti genetsko kliniko na Onkološkem inštitutu, kjer lahko tudi svoje genetsko drevo pogledaš in te tudi na podlagi tega spremljajo bolj pozorno, a ne. Ogromno stvari, ki ti pripadajo, to so tudi 3 presejalni programi, Zora, Svit pa Dora, ki pripadajo vsem državljanom, a ne, pa je dosti ljudi, ki reče, Dreka, pa ne bom po pošti pošiljal nazaj, ne, recimo Svit, a ne, pa reši marsikatero življenje, tako da imamo zdravstvo na res visokem nivoju,
Edino problem je pač kadra, ne, zato ker je podhranjen kader, zdravniki so vedno starejši, novih ne prihaja toliko sem in je problem so te čakalne vrste zgolj in samo zaradi kadra, ne česar koli drugega. Če gremo pa na umrljivost, pa pač tako, da smo moški, da pridemo v poznejših fazah so odkriti raki pri moških kot pri ženskah, prav tako pa je umrljivost za kar 30% večja pri moških kot pri ženskah. Ne vem, letos promoviramo to, da se pregledajo rak prostate, na primer. Po 50. letu vsak 4. moški zboli za rakom prostate. Če gre pa še naprej, zakaj pa je še zmeraj se borim za to, kljub temu, da je 20 let od tega, zato ker otroci rojeni po 2008 bo vsak drugi fantek in vsaka 3. punca zbolera za rakom. Nekje v svojem življenju bo postavljena diagnoza, se pravi, če greva zdaj v statistiko, vsaj ena od mojih hčera bo zbolela za rakom. Tule pa znanstveno res napredujemo z abnormalno hitrostjo, stopno razvoja telefona. Naprimer, tule moram poudariti, HPV virus za punce se bo s cepivom izničil, pripada vsem državljankam, pred prvim spolnim odnosom je dobro, da se cepijo, prav tako v Sloveniji zdaj cepijo tudi fantke, ki so prenašalci. Podatek je zastrašujoč, ženska se okuži pri prvem spolnem odnosu 70% možnosti, da se okuži že pri prvem spolnem odnosu s HPV virusom, kar pa ne pomeni, da bo zbolela na raku na materničnem vratu, lahko tudi čez 20 let se ji to zgodi. Zdaj pa smo starši, samo nosiš s sabo. Tako, lahko nosiš s sabo, zdaj pa smo starši res toliko sebični, pa toliko pametni, da ne zaupamo temu, ker gospod, ki je to izumil, to cepivo, je dokazal to vzajemno povezavo tega virusa in cepiva oziroma raka in je dobil tudi Nobelovo nagrado. Tako da je res to cepivo rešuje življenja in praktično raka na materničnem vratu ne bo več. Tako da napredujemo, ne vem, zdaj smo imeli izobraževanje raka prostate, en tak zanimiv podatek, ki ga nisem vedel, 2 operacijski sobi, ena v Ljubljani, ena v Mariboru, že operirajo roboti rak prostate. Sploh se ga ne dotakne več kirurg. Naprimer, da vemo, da Slovenija ni toliko v zadnji, kot mi mislimo, ampak še enkrat, tiska noče biti v športu, ne se izobražuje, da bo zdravnik. To primanjkuje pri nas. Tu sem hotel, zdaj se mi toliko podatkov spet ven nametal, da gremo mogoče kar v to, to sem še hotel reči, pardon, ampak nekje jaz, ko sem gledal te podatke, ki jih ima spletna stran Onkološkega inštituta, lahko vidimo, se pravi, vsi raki so našteti, umrljivost in tako naprej, ampak ko gledaš, je se pravi, tisti, ki dobijo diagnozo, da so zboleli za rakom, preživi jih več kot praktično 60%. Je pa verjetno glavni problem, to, kar si pa prej izpostavil, da bi verjetno ta odstotek bil še veliko višji, se pravi preživelih, če bi mi malo spremljali sebe in ne bi prehajali v poznim stadiju. Mislim, zdaj je idealna primerjava, ko smo v avtosalonu, moški pa avtosalon, Ti ne bo zamudil roka za menjavo gum, pa ne bo zamudil roka za servis. Ga ne boš, Te ne bojo rabili iz avtosalona spomniti, boš šel sam, da boš vse zrihtal tipi-topi, da ti ne bo nobena lučka gorela, Kolikrat smo šli pa samih zdravnikov se pregledati? Enkrat na leto si šel? Nisi. Dvakrat nisi? Na 2 leti, enkrat na 2 leti? Noben? Samo da si daš kri, samo da si pač v nečem, veš, da se pregledaš, veš, kaj imaš v družini, kaj si imel, zakaj se slabo počutiš, neki medaje, da se greš ne zdaj, da iščeš napake, pa iščeš bolezen, ampak normalen pregled, da se predihaš, veš, tudi te samoplačniški pregledi so ful poceni, veš, to je smešno, to je, ne vem, 12 € je pregled vse krvi, na pamet zdaj govorim, da me navdo za besedo, ampak to ni zdaj tako, kot servis, kad daš gleda, ali pa zavarovanje kasko, kaj je 2 jurja, To bi se že orang dal pregledati za 2000 €, ampak rajš damo za avto, pa za nove gume, seveda se tudi gume rešuje življenje, pa pač avto tudi, ampak ampak zdaj tam tako te bom vprašal, recimo, mi nismo vzgojeni na tak način, zdaj, ko si ti imaš to izkušnjo, povej nam, ali pa meni pač povej, kam ne jaz se obrnem za to, da bom
da me bo nekdo usmeril ali pa kam ne grem sploh, da bom vse te stvari, kar si zdaj naštel, se pravi, da grem jaz na, ne vem, osnoven pregled za kri, ker me, ne vem, zdravnica ne bo dala, a jaz pokličem zdaj njo, ali lahko imam kakšne, ne vem, posebne centre, kamor se lahko prijavim za to, da me bojo pregledovali. Zdaj karikiram malo, ampak mislim, da vi ste hodili potem z družino po tvoji bolezni v Kranjsko Goro, ne? Je bil tak enkrat letni servis, pregled, ne? Se pravi, na kak način naj se mi funkcioniramo, ker se še nismo srečevali s tem, rečemo? Ne, mislim, že prvo je to, da splošnega zdravnika nima kar neki, a ne. A veš, zadnji smo bili v eni družbi, pa sem ful hvalil, še kar svojemu pediatru hodam, ne. Pri 44, ne. A veš, to je za zjokat v bistvu, ne, ker pediater ima otroške bolezni čez, ne. Mislim, imamo 200,000 ljudi v Sloveniji, se pravi, odraslih nima svojega zdravnika. Se pravi, tebi pripada zdravnik in pripada ti pregled. Okay. Osnovna kri po 40. letu pripada tudi malo boljši pregled, tako da splošni zdravnik te more dati na pregled. Moški smo tudi taki, ne, tako kot sem jaz frajer prišel, takrat se mogoče o tem pač bolj podrobno polam. Lahko gremo kar v ta del, no? Lahko gremo kar v ta del. Ti si imel simptome že prej, ne? Ampak nisi dajal pozornosti na to, ne? Mislim, veš, kako je bilo? Takrat je bilo tako, mi smo bili v Domžalah. Ja. Igrali smo v Domžalah v prvi ligi, bili smo res skupina top fantov, res dobra družba, dobra ekipa in potem se je pač takrat še malo ta jugo fuzbal upeljal med trenerje in to in so poloni preparali celo falango, ne, in v tistem času, tistega pol leta, ko sem imel že prve simptome, smo šli mi na posojo, 6 nas je šlo na posojo v Šmartno takrat, prvo ligo era Šmartno in smo zmagali Domžale 6-0, se pravi, vsi smo igrali. Kaj bo lepšega, ne? Kaj bo lepšega, so nas pol tudi nazaj poklicali, trenerje zamenjali pa nazaj poklicali, da smo pol mi izborili tisto obstanek Domžal, pa pol eno sezono še bili naprej. Ampak ja, v bistvu je bilo pa tako, da takrat v Domžalah, no, je pol ekipe srbel koža zaradi praška, ne, in nisi polagal, ne, to je bil eden od simptomov pač moje bolezni. Se pravi, ena od simptomov je srbeča koža. Moram najprej poudariti, da je pač več kot 800 oblik raka, ne, so različni simptomi, ne, pač rak mode je drug simptom, jaz sem imel pač Hodgkinov limfom, se pravi, to je rak na bezgavkah, to je krvni rak, v bistvu spada pod krvne rake, ne, pač limfni sistem je drugi največji sistem za krvnožilnim sistemom, ne, v človeškem telesu. To si zdaj vse naštudiral skozi anatomijo pol. Ja, na pravni fakulteti. No in so to simptomi, ki jih bom zdaj naštel, so pač simptomi za raka na limfah, ne. In srbeča koža je eden od njih. Pač, če imeli pol ekipe, valjda, da rečeš, da je itak, vse so v klubu prali in one trde brisače, ne vem, ko so sušili pa te stvari, ne, povzročale srbečico pač pol ekipe in sem rekel, ok, to ni to, ne. Potem so se mi pojavile 3 buljce kle na vratu, take malo manjše, in so mi 2 soigralca tudi pokazali, jaz sem to od prehlada, sem bil že pri zdravnici, to je bezgavka, to ni panike, ok, smo že pozabili tudi na to, ne. Potem je bil tretji simptom, je bil maslo v ušesu, ko sem pač, jaz sem bil zmer ful dober pripravljen, tako fizično res zmer med najboljšimi, če ne najboljši v vsakem klubu in mi je bilo ful čuden, ko sem bil ful zadihan, to je bil že 4. pol simptom. Ta maslo v ušesih se je pa pojavilo, veš, da sem sam sebe slišal, ko sem tekel, že na ogrevanju in me šlo na živce. In mi je svoj igralec rekel, ja, to imaš maslo v ušesih, pej to pogledati, ne, to ti sam ven vzame, pa itak sem rekel, ja, se bom šel, pa se mi ni dal in sem 14 dni sam sebe poslušal. Medtem sem imel pa že ful veliko bulo kle na prsih. Zdravniški pregled. Naknadno, ali kaj? Vmes, ja, med tem obdobjem se mi je ta bula že kle pojavila na prsih in so mi rekli zdravnik, mislim ta zdravnik v klubu, ne, je rekel, ja, to je verjetno en hematom od enega udarca ali pa enega paca, ki si tako padel, pa se ti je kaj ven udarili in so mi to z raznimi žalbami mazali. Pa zdaj v kakem časovnem obdobju se zdaj? To je bilo pol leta. Okay. Pol leta, rečemo, začel sem pa bolj se spremljati, tudi 3 mesece, zdaj rečemo, da je bilo tako, no. Ja. V roku 3 mesecev, se pravi od enega
začetek priprav pa do aprila, no, tako, tistega januarja, no, do aprila je bilo tako. In jaz sem v bistvu prišel začetek aprila svoji zdravnici, mladi, luštni zdravnici in ven dati maslo že ušesa, ne, da sam sebe slišim. In me pogleda, rekla, kle ni masla za ušesa. Je vse v redu, ne, živča ta nič ne vid, ne, si mislim, joj, kva je to, ne. In v glavi mi pa doni od moje takratne punce, zdajšnje žene, Mance, če nam pokazal te bule pa teh bul, da me bo pustila, da ne bom frajer. Če koliko časa ti je pa ona težila doma? Ja, Zdaj sem kar ti rekel, vem, da bo poslušala, tako da se upravičujem. Sem jih hvaleža, če ne bi bilo mene več. Sploh ne bi pokazal. Se ne bi pogovarjala. No, v glavnem in še eden simptom, zakaj me je ona težila, ker sem se pa ful potil po noča, ne, ampak to sem dal pa takrat je bila zima, sem si rekel, to ona kur tok, ni panike, ne. To so bili pa vsi simptomi, ki jih pa skupaj daš, ne, Hodgkinovega limfoma. V glavnem jaz pridem do zdravnice, pokažem bezgavke, rekla, to je vse povezano, onkološki inštitut, takoj, pod nujno. Jaz si rečem, pismo, onkološki inštitut, kva sploh je to, povem mami, tako se zavrti, ne, da moram imeti na pregled. Jaz pa čist flegma, veš, sem rekel, ja, se bom šel in sem šel z napotenco pač po tekmi. Ti še nič ni začelo dogajati? Ne, nič. In so me pogledali, so rekli takoj na punkcijo, grem na punkcijo za to bulo, pa za te bule. Je rekla, ja, verjeten, klele gre za udarc, ampak ko so mi to bulo ven dajali, niso prišli mojih six-packov gledati, ne, jih je 6 študent medicine prišlo to bulo gledati pa punkcijo delati. Pod mikroskopom pogleda, rekla, ja, verjetno gre za udarc, tole je pa malo čuda, ne, klele. No, in potem sta bili obe pač pozitivni in so me klicali, da moram takoj priti v sredo nazaj na onkološki inštitut. In sem rekel, lahko v četrtek imam v sredo tekmo. Ko smo imeli pa pokalno tekmo, ker jaz sem se dobro počutil drugače. Ni bilo zdaj to. Ampak ti še kar ni preklopilo. Ne, jaz sem bil čist miren, ne. In jaz sem hotel igrati fuzbal, veš, meni je bil fuzbal res vse, jaz nisem hotel, se bomo že zrihtali te bulce, dubo ene tablete pa bo, ne, nisem sploh razmišljal o raku, kje, rak, nisem nikoli pil, nikoli kaditi po ekipe, bi mogli prej, kje, ne. No, v glavnem in, potem, takrat smo se z Domžalem še v bistvu borili za obstanek, no, smo bili tam, je bilo tako ful, to je bilo lih, sem gledal, imel Dado svojo dajo, ne. To je bilo lih takrat, naslednjo sezono je pol Dado prišel iz Olimpije v Domžale. Ja, in takrat sem prišel pol do zdravnici z mamo, ki je hotela zraven valjda, in so rekli, ja, da je sum na Hodgkinov limfom. In jaz so dobro, sam da ni rak, ne. In pa so rekli, kaj pa je to, mami vpraša, kaj pa je to, ne. Je rekla, v bistvu to je rak na bezgavkah in pol se je že začel tisk, ko sem se mogel bolj z mamo ukvarjati, ko sem s sabo, ne. A veš, in takrat, ko je rekla... Se je ona razpadla. Ja, in takrat, ko je rekla rak na bezgavkah, a veš, je bilo takole konc fuzbala zame. A veš, tisk, ko si rečeš, nikoli ne bom brez fuzbala. To je bilo vse, veš, fuzbal je bil res tako, ko smo šla tudi na tisti dopust, decembrski z punco, jaz sem zjutraj vstal pred zajtrkom, šel laufa, čeprav mi ne bilo treba, ko bi mogel počivati, zdaj vem, da je umetnost telo spočiti, ne ga na terata, ne, a veš, jaz sem bil pa skos, že 3krat zdrav za nasprotno moštvo sem bil zmatran, ne, a veš. Tako da nikoli nisem videl, veš, sebe brez nogometa, tako ali pa drugače, ne. In ful sem ga imel rad in si nisem predstavljal, res, ko žoga. Vsega še imaš vedno, ne. Itak, ampak nisem pa vedel, da lahko brez, ampak takrat, ko je rekla rak na bezgavkah, sem si rekel, sam nova tekma. Jaz bom to zmagal. Si to hiter lahko predelal? V sekundi, tista noč je bila pač po tem, a veš, kaj je za mano prišlo, ko sem se mogel z mamo ukvarjati, veš, ti si isti, ti si fizično ful dobro pripravljen, a veš, vse je top, ni zdaj, da je problem, karkoli, ne. In pa sem se mogel pač že začeti z okolico ukvarjati, ker valjda pol sem spoznal, da je problem okolice, ne tebe, ne. Veš, okolica te zazna in okolica je nemočna. Ti zlomljeno nogo se navadaš počasi živeti, z boleznijo se navadaš živeti, ker je to pač del tebe, ne, tako, veš, kad te križ boli, pa malo po stran hodeš, pa ga že počasi naravnaš, ne. Drug te pa ne more gledati, pa trpi zaradi tega, ne, pa je nemočen, ne.
in ti skuša pomagati s terapeuti, s čemorkoli. In glede tudi okolica hoče drugače pomagati, čeprav veš, da bo zmogel, pač glava je ista. No, v glavnem in tista noč je bila pač najhujša. No. Zakaj jaz, a veš, vse te. Ja. Takrat vem, da me je prvič vlak povozil v sanjah. Aha, si imel kot nočne more. Ja, da sem umrl po noč, to je bila prva, takrat je bilo tako in potem sem se tako, proti veš, ko začutiš tisto smrt. Izven telesni občutek, ali kaj? To sem takrat prvič začutil, nisem šel pol nikoli za tem, me to zanima, zakaj to pride pa tako. Ampak v bistvu je bilo mogoče, ne vem, to bomo še začeli enkrat drugi vdaji filozofirati, zakaj je bilo to. V glavnem, no, to je bilo to in takrat sem jaz odločen, jaz bom vse vložil v to, da se ozdravim. Prišel sem do zdravnice, čakali so me pregledi, vse, to je bilo 1 mesec pregledal, da te točno pregledajo, od tega, da so mi dali noter snovi, da nisem smel biti ob plodnih ženskah in nosečih ženah zraven. Takrat med preiskavami, da sem se dosti z babico družil pol, do tega, da si mogel pač ležati en dan, da so te vse pregledali, biti noter, biopsijo delali, vse te stvari. In so pol na podlagi tega naredili terapijo in takrat sem jaz zdravnici rekel, vi mi lahko odrežete roko, kar hočete. Ker vem, da se spomnim takrat, ko sem šel na rentgen, no takrat me je drugič zadel, ker je rekla, ja, se verjetno imate samo tole, dakle verjetno je vse čisto in pol, ko sem prišli rezultati od rentgena, ki je bil kasnek, je bilo pa 13 metastaži, med pljuči pa med rebri, v bistvu ta največja je bila ogromen tumor, taka je ven prišel. In jaz sem si to predstavljal, da me bo en odprl, odrezal, ven pobral, zašil, pa je to grem, to. Ja. Zdravnica je rekla, da to pač ne gre, da prvo je kemoterapija, potem so obsevanja, da kemoterapija to stopi, če prime, in potem obsevanja dokončala. Tep nobenih bezgavk niso potem ven pobirali? Samo te na vratu, ker so bile pregloboko. So bile pregloboko. A ti veš, kako limfni sistem deluje? Ja. Nam lahko tako na hiter, za tiste, ko mogoče ne limfni vejo. sistem v bistvu uravnava vse te dražljaje, ki so piki, občutljivost kože, veš, da ti ne zateka tok. V bistvu je to tekočina, ki potuje samo od periferije tako, proti srcu. tako, To je pač to. Se pravi, kar se čisti, se pravi, ta levkociti rečemo, pa to gre potem gre proti srcu. Tako, prek bezgavk in tako naprej, no, zato, da bo... Jaz sem tudi imel na faksu to, tako da, se pravi, krvnožilni sistem je krožen, limfni je pa samo od periferije proti srcu in potem, ko gre hrana, voda in vse ostalo, kar žile pripeljejo v roke pa v noge, limfa, en del nazaj odpelje, kar prečisti pa predela. Tako, to je en čistilni sistem, no. To pa zdaj pomeni, se pravi, kdaj si ti pol na vratu operiral? To so me takrat, ko so biopsijo delali, so ven vzeli. So takoj na začetku. Vse ostalo je pa bilo treba potem imeti... Kemoterapija, 15 kemoterapij, pa 32 obsevanj. To je trajalo tam nekih 8 mesecev. Ok. Zdaj, preden grem na te kemoterapije, bi te vprašal, a si se ti, rečemo, šel podal v to, da si proučeval, na kak način zadeva bo potekala, ali si rekel, ne bom bral, ker me bo samo obremenil, kar bo zdravnik rekel, to bom naredil in se bom pač temu predal, se pravi, grem to, kar si sam rekel, tekmo igrati. Ja, to me je dal šport, veš, zaupaš trenerju, in sem zaupal zdravniku. Pač mi je trener rekel, to boš delal, sem to delal. Naprimer, zanimivost, moj prvi debi, zato, ko sem bil tako dobro pripravljen kot mulc v prvi ligi, smo igrali proti prvaku Gorici, da sem začel prvi postavi takrat, sem mogel Vilija Bečaja pokrivati celo tekmo. 3krat se je žoge dotaknil, najslabši ocenjen igralec sem bil na terenu, ker sem se tudi jaz 2krat žoge dotaknil, ampak trener me je pohvalil takrat, da sem pač naredil to, kar je od mene pričakoval. Vzeli smo takrat piko državnemu prvaku doma, tako da Ampak je tudi Bečaj dobil najslabšo oceno na drugi strani. Seveda. To je treba tudi povedati. Zamenil, tako da ja. Ampak hočem reči, takrat mi je bilo časa, veš, reprezentanta pokrivati. In nisem razmišljal to pisa, kam me zdaj zanemo laufu. Ja. Samo Bogu naredil to, kar mi je bilo zadano.
In kle je bilo isto. Jaz sem zdravnici rekel, jaz sem popolnoma zaupam, lahko mi roko odrežete, kar hočete. In nisem šel za tem. Je res, da sem takrat malo bral Hodgkinov limfomo, takrat ni bilo še toliko tega leta 2002, Googla, pa vsega tega, da bi toliko brskal nekih forumček je bil tak. Ampak sem videl toliko negativnih stvari v teh knjigah, ki so bile valjda še toliko starejše, takrat je bila umrljivost po 30%, umrljivost, preživelost je bila po 30%, še 10 let ali pa 15 let pred mojo boleznijo, knjiga je bila še prej napisana in takrat, ko sem jaz bolj, je bilo tam nekih 70, no zdaj pa ta preživelost kar 95% za tega raka, če je pravočasno odkrit. In ti to donija, veš, v zadnji, skozi ta strah. To sem te hotel vprašati, v kjermu stadiju si ti bil? Koliko je sploh teh? 4 stadiji so, jaz sem bil 2/3, se pravi, lihkle, ko se ti v bistvu ta Hodgkinov limfom, če se ti preliva v to trebušno votlino, 3. stadij in pol gre naprej v 4. stadij, ko gre pa še v organe, jaz sem bil lihkle na meji. Kje je, rečemo, meja, da je še rešljiva zadeva? Čisto odvisen. Zdaj, s to zdajšnjo medicino se mi zdi, da je kar visoka tudi že v 4. stadiju. Uspešno zdravljenje. Je uspešno zdravljenje zelo visoka, zato ker je pač toliko. V bistvu medicina napreduje tudi, nažalost, z količino pacientov, ker vidijo pač feedbacke in to. Jaz sem tu zdaj v shemi tega v shemi, ker sem bil pred 30 letom, sem zbolel, in sem doživljenjsko v tej shemi, da me spremljajo pozno posledice kemoterapij in obsevanj. Malo sem pogledal na uro, da vemo, v kjer modelu smo, veš, tako zdaj smo že kar v drugem polčasu neki noter. Daj mi reči, zdaj v tem obdobju se ti ukvarjaš verjetno z 2 težavama, Eno je sam sabo in zdravljenje, v katerega si se odločil, da boš šel na polno, ampak vemo tudi, koliko je na treningih, kondicijske priprave, ne veš, kdaj boš bruhal, ne veš, koliko boš lahko spal, pa ne veš, kako boš naslednji dan po stopnicah hodil. Na drugi strani imaš pa vse te navijače okrog sebe, da tako malo nogometno rečem, kjer pa se zelo veliko ukvarjaš, ti si v areni noter in oni ne vejo, kaj ti doživljaš. Zdaj, meni je pač ta prispodoba dosti dobra, ker nihče, ki ni izkušal igrišča, pa ne vem, 2-3 tavžent ljudi, ko navija za tebe, ali pa za nasprotnika, si verjetno težko ali pa jaz pravim nemogoče si je predstavljati, kaj to pomeni, ko si samo gor na tribuni in se dereš dol na svojega lastnega sina, da nima pojma, pa kako lahko to fali, pa tako naprej. Se pravi, a je to dobra prispodoba? Ja, super, odlična. Kako si ti, rečemo, menedžiral z enim delom in z drugim delom? Jaz sem bil hvaležen sam sebi, da sem imel pravo pot. Veš, ful sem se srečaval na začetku s tem pismom, jaz pa kadim, pa pijem, pa nisem zbolel, on je bil pa ful priden. Pa nič kadil, pil, pa je zbolel. Ampak to nima veze, ne? Ne, to prvič nima nobene veze. Drugič je bila pa to velika moja prednost, zato ker meni se je telo v primerjavi z drugimi bolniki ful hitrejše regeneriralo, ful hitrejše se obnavljalo, ful lažje sem prenašal kemoterapijo, lahko je bila bolj agresivna, manj časa sem bil v bolnici kakor drugi. A veš, take stvari, ki je bila res ena taka investicija v mene, za katero sem bil hvaležen, tudi vsi testi ostali so bili ful dobri, moje pripravljenosti vsega tega in sem bil hvaležen te investicije, tako da tukaj se nisem toliko ukvarjal s sabo. Bil sem pa malo psihot, tako ko sem bil na igrišču, da sem bil pa vesel, a veš, ko sem bruhal, pa vesel sem bil, ko sem lase izgubil. Zato, ker sem vedel, da kemoterapija deluje. Ker sem rekel, a veš, ti ne moreš tudi shujšati brez napora, ni čudežne tabletke, moraš nekaj spremeniti v življenju, že da shujšaš, kaj šele da vzdraviš. In pač jaz zaupam 1000% uradni medicini, zdravljenju, zdravnikom, ker sem rekel, da oni so imeli to, kar sem imel jaz faksa, osnovne in srednje šole skupaj so imeli oni samo faksa, da so to naredili in valjda ne moreš ti njim parirati z neko stvarjo in sem dal to na stran in se posvetil sam sebi. Vprazi, smejal, to se jaz vedno smim, jaz sem v nogometu, moja žena je v politologiji, pač doktorica znanosti, in mi dva kamorkoli pridemo, vsi vse vejo v nogometu pa v politiki. Vprazi, moral sem intermezzo malo noter dati. Tako je. Zato praviš, je zelo dobro, da pustiš tiste, ki so se izobraževali, pa ko delajo, da delajo tisto, kar morajo. Ja, in to ti je dal spet nogomet, to mi je dal spet šport.
A veš, neko zaupanje v nekoga, da delaš prav. Ne? Zdaj se ti si lahko vsak trening pameten, zakaj to delam, sam kle ne bo napredka. Ne? Ti moraš pač maksimum izkoristiti iz tizga, ne? Pa narediti tako. In jaz sem pač poslušal, kaj moram delati za regeneracijo, kaj moram narediti, kaj moram jesti. A veš, to je mene vse zanimalo in jaz tudi tako zdaj vsakmu bolniku rečem, da more priti s papirjem in z vprašanji, ki se ti porajajo vmes. In jaz sem imel to vse napisano in sem bil pač s temi vprašanji tam, zato ker vmes pozabiš, ne? Kar ti pride na misel, veš, in zdravnik ti pa zna odgovoriti, sam ti ga moraš pa znati tudi vprašati, ne bo ti pa kar samo od sebe govoril stvari, če ne ve, a ne. In kle je res zelo pomembno, da sem si to zapisoval. Ja, kar poje, Ja, da prosti. sem si to zapisoval in pač dobil odgovore, kaj je dobro, kaj ni dobro, tudi potem valjda pride ful te alternativne medicine okoli tebe, a ne. In pol vprašaš, ne. Si razmišljal kaj o tej Mislim, stvareh? valjda, sej, kakšno stvar sem tudi naredil, se pa sem bil tudi malo tako, malo predrzan in sem po okregan, končanem ali kaj? po končanem zdravljenju sem šel pač vse probat, kakšne stvari in pol vidiš, koliko je tega šarlatanstva, koliko ti vzamejo denarja. Veš, ful medicina, ful denarja vzame, to je lobby, to je ful denarja, ampak to ti vsi predavajo, ne, ampak ti tudi on ful denarja vzame, a veš, pa drugi strani nobene dela zastonj, ne. Ja, itak je. Tako da, veš, to mene malo tako boli, no, da se res to izkorišča, kar se pa izkorišča na polno. To posploševanje, veš, uradna medicina pove, na tvojem primeru so se po tvoji shemi zdravilo toliko in toliko bolnikov, toliko in toliko smo jih ozdravili uspešno, toliko pa toliko ne. Vse veš. Pri alternativni medicini tega ne veš, odgovarja noben ne, umret pride pa vsi na onkološki inštitut, a veš. In to je mene pač takrat med boleznijo bolel in sem tudi za vsako alternativno stvar vprašal zdravnico, svojo onkologinjo, ki mi je zdaj pred 2 leti povedala, da sem bil eden njenih prvih pacientov, tako da Uspešno, sem bilo še dobro, da sem mi uspešno. zaupal takrat, ko sem rekel, dobro, da mi niste takrat povedala. Škaj, najmlajši trenerji so najbolj Ja. zagnani. Mogoče nimajo izkušenj, delajo napake, delajo pa ampak napolno, ja. bojo pa vse naredili zate. Ne? Točno to. No in to se je skazalo pač. No in je bila tudi tako, veš, da mi je dosti stvari teh povedala. Mi je povedala alternativna medicina, ja, sam ne vzamejo preveč denarja, karkoli s hrane mi povejte, zato ker se lahko zgodi, da te citostatike, ki jih prejemam s kemoterapijo, lahko kakšna živila zbijajo, ne, in pol izničiš pač učinke kemoterapije. No, tako da tule sem bil zelo pozoren. Za regeneracijo krvi sem imel pač tudi kakšne alternativne stvari, a ne, za obnovo in počutje, tako da Če pa je tu mentalna priprava zelo pomembna. ja, itak, ful. Si ti kaj delal v tem obdobju, ali pa tek tam vprašal, si ti predtem kot igralec delal kakšne te meditacije ali psihološke zadeve, ali si potem z boleznijo začel? Pred boleznijo sem bil čist drug igralec, kot po bolezni, to sem že prej povedal. Ja. In en od teh delov je bil tudi ta. Mentalna priprava je bila pri meni ta, da sem vedno si želel ful brati, pa ful pisati. To govoriš že kot otrok, ali kaj? Manjši sem ful rad, veš, tudi te, meni so bili te branje knjig, pa te eseji, pa to je bilo meni the best. To sem bil jaz, ta veš. Imel sem sošolce, ki so jim drugi pisali, pa so pol preplonkala, veš, ali pa so sam zamenjali list na konce eseje, ne, ki smo pisali v srednji šoli. Jaz pa ne, jaz sem pa to ful rad užival v temu in sem si to želel delati. Takrat sem se odločil, da ne bom faksa med boleznijo delal in sem pač pustil faks in začel ful brati te stvari. Takrat mi je pomagala knjiga Lansa Armstronga, Ne gre samo za kolo, oziroma prvi del še Vsaka sekunda šteje. In mi je res ogromno dala ta knjiga in sem Lansa Armstrongu res hvaležen, ker mi je pač odprl en drug svet razmišljanja, fokusa, ene stvari, no, ki so bile pač tudi drugačne, ne, v Ameriki, kakor tukaj, ampak vseeno, da si začel razmišljati tudi o te stvari, ne, in sem rastel s tem, no, tudi Armstrong je takrat rekel, da je bil vesel, da je bruhal, ker je vedel, da je to nekaj dal iz sebe. Pol sem se jaz to zaplusil, ne. Valjda se pol ukvarja z okolico, ne. Jaz sem imel ful slabe jetrne teste enkrat vmes, ko sem zgubil 9 kil mišične mase, na primer. In je pol zdravnica tako rekla, ja, si športnik, valjda, da je to zaradi tega, ne. So malo panike vmes zagnali,
Ker kaj to pomeni? Da ne boš keme pol zdržal? ali Ja, kaj ne drugega? zdržiš, seveda, ne zdržiš pol kemoterapije, lahko, če so tako slabi jetrni testi, ker valjda ti vsaki 14 dni to kri preverjajo, da ti lahko sploh kemoterapijo dajo. No in potem sem pač te knjige res ogromnih prebral, teh knjig, malo spoznaval samega sebe, malo drugače začel gledati. Žena pravi, da sem flegman, ampak jaz pa pravim, da bolj z ptiče perspektive gledam na stvari. No. Da nisem ti smejhan fantak oziroma tista mraveljica, ki si v mravlišču pa ne vidiš izhoda ven, ne. Ampak malo big picture malo pogledam večkrat in si ne žene to k srcu, ne. To je ta tista, veš, sej bo, ne. Ni to lih to, sej bo, ne, ampak je pa blizu tega, ne, kaj si rečeš, ne, ni to go with the flow, tudi ne, ampak veš pa, kaj te čaka, da pač če se stvari spriješ in si pač mogoče bolj strpan, ne delaš drame iz tega, pač. Ja, to je en kitajski pregovor, ne vem, če ga bom prav povedal, je ravno v tej smeri, ne, se pravi, ko imaš problem, če ne moreš karkoli narediti glede njega, a se splača, da se razburjaš, sekiraš, se pravi, se ne, če pa lahko karkoli spremeniš, boš pa kaj naredil. Boš pač spremenil, ne, se pravi, v vsakem... Veš, jaz sem tudi med boleznijo, kar sem naredil, tako kot so prej rekla, ni bilo morja, ni bilo počitnic, jaz sem bil ful vesel, da sem šel lahko končno na morje. Kemoterapijami na morje, hodil na morje, bil s prijatelji zunaj, veš, valjda so prijatelji tudi izkoriščali to, a ne, ko so bili kdaj do 4 zjutraj zunaj, ne, pa doma težijo, kje si pa bil, jaz jakatom, pa je pa v redu. Ja, veš, si mu družbo delal. Mene pa sploh ni bilo zunaj, tako da, če kdorkoli pravi, da sem ful vzun žurov med boleznjo, nisem, no, ampak so takrat Niso starši nič podvomili, da si žural, pa da ne smeš žurati, ker si mogoče v procesu zdravljenja. Ja. No, tako da, veš, te stvari so bile take, no, da sem pač ful pozitivnih stvari iz tega zvlekel, se pravi, vedno sem si želel ful brati, sem ogromno knjig prebral, ogromno sem počival, ležal, ni mi bilo treba, veš, tudi na dopustu, ko sem bil, ni mi bilo treba teči zjutraj. Še enkrat, takrat sem sam sebe. Ampak si pol ta filter, rečemo, da nisi tekel, da nisi treniral ob teh prijateljih, sam zase si našel potem v pisanju. Ne? Tako, takrat to je bilo pa pač ena taka moja samoterapija v bistvu. Kdaj si pa začel za ven, za ljudi to objavljati? Ja, jaz sem to v zdravnici, kar par teh... si kar prinesel? Sem mi prinesel, da sem to razmišljal, če bo kdo rabo, da komu dam. Pa je pa ona takrat poklicala takratno predsednico Združenja onkoloških bolnikov, Društva onkoloških bolnikov Slovenije in je rekla, jaz imam enega fanta, ki skozi piše. In ga je kar meni. A si veliko nosil? Ja, in sem se pol z njo povezal in pol sem pač objavljal tam preko okna, to je pač ta glasilo Društva onkoloških bolnikov Slovenije oziroma revija Društva onkoloških bolnikov Slovenije in tam sem dosti pisal teh zgodbic, črtic, vsega tega. Svoje poglede na svet, na bolezen. Reč mi lahko, ti si meni poslal te, prav meni je zanimivo, branje ne bi šel zdaj posebej, reč mi, lahko te tvoje stvari obesimo na našo spletno stran. Ja, seveda, komot. Zato so. Ja, da si če bo koga zanimal, ker meni je zanimivo, se vidi pač so obdobja, ne? Ja. V tem, kar si ti meni poslal, obdobje, ko si na začetku bolezni in potem tudi obdobje po bolezni. Zato po bolezen bi še jaz sem prej vprašal, kako si se ti boril s to kemoterapijo, bom tako rekel, ne? Ker kema vseeno ob tem, da normalno pač zdravi rak ali pa uničuje celice, rakave celice, uničuje tudi marsikaj drugega, ne? Ki se pač kasneje, kot vidimo na tvojem primeru, lepo obnovi zadeva, ne? Ampak kaj vse ti doživljaš takrat, kaj vse se dogaja tako s telesom? Mislim, veš, ti ska bereš, pa kemoterapija, kaj je to, ne? Veš, in prideš v ambulanto, čakaš in zdaj prvi stik s kemoterapijo. Najprej dobiš tako injekcijo, majhno urit, pač to je bila moja terapija. Ja. In pol pridejo za infuzijo, ne, voziček za infuzijo s 3 taki velikimi v folijo zavitimi tekočinami, ker pač ne sme svetloba pride do te tekočine. In s tisto folijo vesoljsko pride do tebe in ti pač dajo v žilo to in to je kemoterapija. In potem ti ležiš tam? Ja, pa so pa rekla, zdravnica je rekla, da jaz bom dobil rdečo kemoterapijo, kar pomeni, da ti bojo lasje odpadali, pa je še rumena.
ta citostatik, no, in so prišli s tako injekcijo, rdečo. Kaj mi bo to dalo, rit, ne? No, in pol pridem ti, da pač ko žile, veš, noter in pol res čutiš to, tako ti gre prav čutiš se, čutiš to hladno tekočino, ko ti gre po žile, kar pomeni, da sem imel zdrave žile, ne? Pol valjda vsako kemoterapijo je manj tega, ker ti to uničuje, ne, vse to, ampak to je kemoterapija. Kje na telesu si pa ti najbolj čutil, rečemo, obremenitev kemoterapije? Nikjer. Nikjer? Ne. Utrujenost? Veš, kako je? Ko sem prijatelj. Kje si rekel, rečemo, bruhal si, ne? Ja, bruhal sem, to sem pričakoval in to je bilo 2-3 dni. Nisem skos, no. Tako je bilo. Ta prve 2 kemoterapije je bilo 0. Ja. Tako da ne je bilo nič. Aha, tudi nobenih reakcij na telesu, nič, želodca, nič. Edino, kar je bilo, mogel sem ful žajbla grgrati, zato da ti ne suši grla, sluznice in grla in ker lahko ostaneš brez glasu, ne? Ker je toliko agresivno. To sem mogel paziti, ostalo pa čist nič, res. A si pol prišel tretjo, pa si rekel, kaj bomo začeli zdraviti, ali kaj? Ful spremenil, ja. Pol sem prišel na tretjo, sem rekel, da še nič ni, rekla, ja, si v redu, toliko ste pripravljeni, pa tako, ampak bo, ne, in pol res ta tretja je bila že tista, ki sem malo začutil in pol, ko sem jaz te simptome razlagal prijateljem, sem rekel, pa se to je tako, da imaš mačka. Ti nisi vedel, kaj je mačka, ne? Ja, zdaj veš, kako izgleda maček. Si tiste pač dva dni si cunja, malo tako, pač valjda zbruhaš tisto, kar zbruhaš, no pa jaz sem imel valjda tiste nogometne dolge lase, ne? Takrat je bilo prvič se videl očeta. Lahko te pogooglajo, da vidijo tudi, ne? Pa si imel od očeta frizuro, kaj? Ja, ampak takrat se spomnim očeta, bili smo na enem pikniku s prijatelji in tisti popoldan sem si jaz tako naredil na pikniku, sem rekel, pizza, meni so pa začeli lase odpadati, ne? In en prijatelj mi je tudi dolge lase rekel, pa se meni tudi skozi to ni nič tazga, ne? Veš, kaj se to lažeš, ne? Da to ni, ne? Pa sem rekel, a veš, prav pa začutiš, kako ti lase tako prav, tako skoraj gre fest, z lakoto. No in potem zjutraj, ko sem se zbudil, ne, sem imel pa že tako na polštru, ful, šope las, tako, čist. To je bilo tako kar čez noč. In potem sem se pač pobril in pridem z mašinco, pa rečem očetu, če me lahko še on malo vkle v zadnji, pa se res moraš to. Jaz sem rekel, pa če vse dol odpada, ne. Takrat sem prvič videl pač ta njegov pač strah, pa nemoč, no. Se je dotaknilo. Ja, pa nemoč, ne. Kak je pa tu s prijatelji bilo? To je po moje tudi zelo zanimivo obdobje, glede na to, da si v specifičnih okoljih, ne. Eno je, se pravi, tisti prijatelji, ki so nemočni ali pa ki ne vejo, kako komunicirati s tabo in verjetno tisti novi prijatelji, ki jih na onkološkem inštitutu zagotovo dobiš. Ne. Nekatere si ti žal tudi zgubil, ne, v tem obdobju, ampak kakva je ta dinamika potem, rečemo, kako si jo ti doživljal? Na onkološkem je bilo tako, dobil sem 2 ful dobra prijatelja, enega med njimi pol žal ni bilo, z enim smo še zmer pač v navezi. So prijatelji, ki veš, so brez mask, brez tega in tudi zdaj v društvu so te prijatelji, ki so preboleli, ne, bolezen. Je to čist drug nivo pogovarjanja, način razmišljanja, pogleda na svet, veš, in je sep enak. Jaz se spomnim, ko smo bili tukaj v društvu, pa smo imeli eno skupino tako, pa je ena žena prišla vprašati za moža in smo kar vsi naenkrat rekli, kaj on pa je tak, pa mi nič noče povedati in vseh 8 nas rekli, ja se ti tudi ne bo, ne, tako na ta način. In se je pol potolažila, da v bistvu vsi enak razmišljamo, ne. Ampak v bistvu so bili te prijatelji res tiste, veš, kad ti maske pade, ne rabiš nobenega igranja, blefiranja, neki. Je vseeno, imaš ti Mercedesa, ali imaš Cuprov zunaj, ali karkoli. Brez filtra. Brez filtra si, ker si enak tam. Ja. V bolnici si enak, ni razlik. A veš, pravi, da z denarjem si ne moreš nič kupiti, ne. Oziroma si lahko vse kupaš, pa imaš nič, a ne. Tako, ko si lahko kupaš poslo, pa si ne moreš spanca, ne. Tako, ko si lahko hišo, si ne moreš doma. Tako, si lahko uro, nimaš časa. A veš, in to spoznaš. Ja. V takih primerih. Ja, ti uporabljaš en zanimiv termin, da te udar. Kladu po glavu. Ja, in ta klado je bil meni, za ta klado sem jaz hvaležen. Tudi eno črtico sem napisal, da sem vesel raka. Ja. Res je to grdo sliš, ampak tisti, ki ga je prebolel, pa kaj zraven je hvaležen.
zato ker ti da nekaj, zagotovo nekaj več in da sem to zgodaj to dojel, da sem pač to lahko prenesel polo nogomet, to razmišljanje, vse te stvari na igrišče, da sem občutil čist drugega igralca, ko sem bil pred tem. Te stvari so pač da sem hvaležen, no, tudi to, da drugače gledam na stvari, da lahko s hčerkam se drugače pogovarjam, kot so se moji starši, bolj odprto, bolj sproščeno, da ne gledam več to, kaj si drugi mislijo, veš. Tako se mi ena misel porodila takrat, da včasih sem živel tako, kot drugi hočejo, zdaj pa živim tako, kot jaz hočem. Glede, mislim, tu te moram vseeno vprašati, ne, glede na to, da si ti želel igrati nogomet, ne, zakaj rečeš, da si živel tako, kot so drugi hoteli? A so to drugi deli življenja? Ne, veš kako, tudi na igrišču je bilo tako. A veš, slišal sem pritožbo kapetana ali pa veš kakšnega in jaz sem, ne vem, ful dobre predložke, na primer. Ampak pola veš tiska, pa pride kapetan, te starejši igralci, ki so bili, veš, pa si vsakič predložek falil, veš, tako, ko si bil sproščen, sem vse zadev, pa si pa kar sam se pritiske delal, pa iskal podajo, pa je bila mogoče druga rešitev, kaj bo ta rekel, če mu ne bom podal, kaj bo zdaj si doktor mislil, če ne bom jaz dresa pobral tam. A veš, s takimi stvarmi sem se jaz ukvarjal, s takimi bedarijami. V bistvu gre v neka samopodoba. Tako, a veš, ko so me v bistvu dušile, pol je bilo meni vsem, komu sem podal, čist drug sem bil, veš, in so me tudi drugi drugače sprejemali pol, ne. Nisem se zaciklil en krog svojih problemov, ki jih v bistvu drug sploh ni videl, veš, mene je vse bolel, jaz sem to zadržval, veš, pol sem ven to iz sebe dajal, ne vem, čist drugače sem gledal pol na stvari, no, in to me je mogoče tako. Tu še prijema. Jaz bi tu zdaj, se pravi, ti daš vse te keme, vse to obsevanje, to je za telo, pač, verjetno jaz si pač zagotovo ne morem tega predstavljati, ne. Glede na to, da praktično nisi imel nobenega sala, se pravi, si izgubil 9 kilogramov dobrih, ne. Mišične mase, ja. Ja, se pravi, sama mišična masa, ok, nekaj bi 4-2 sem imel takrat maščobe, pred kemoterapijo. Kaj pomeni, kaj je pomenilo? Zdaj priješ ti v enem trenutku, pa ti reče, ok, mi smo naredili, nimaš več raka. Kak je ta feeling? Kaj se v glavi tebi dogaja? To je pol tako. Ona ti reče, zdaj trenutno je vse čisto in zdaj, če se v 5 letih ne pojavi več, če se po 5 letih pojavi, tretiramo, kot da si dobil prvič raka. Vkolikor se v 5 letih pojavi, ne, v tem obdobju, moramo pač terapijo spremeniti, narediti drugačno, pol menjava kostnega mozga, vseh teh stvari, ki pač pridejo s tem, ne. In to imaš tule v zadnji, ne. Tudi temu si hvaležen, zato ker se tega zavedaš. Ne, in imaš neko, a veš... Ne, saj, jaz sem hotel prvo vprašati sploh, ne vem, ko ti pridejo, pa ti reče, ok, ti trenutno si zdrav, nimaš kaj, ne. A je kaj veselja sploh? Mislim, veš, to je tako, ko pač tudi rasteš, a ne, v bistvu vmes, to je dolgo obdobje, a ne, teh kemoterapije, veš, to je bila na vsake 3 tedne. 8 mesecev si imel, ne? Ja, pač vse skupaj, pač preiskal do končnega te ozdravitve. 32 obsevan. Ali si toliko utrujen že pol, ali nisi bil utrujen? Si bil malo zmatran, ampak... Pol nisi več verjetno tako pripravljen, ne? To je že Ne, pol si že valjda, da si, ampak veš, kle je bilo vrsto teh dejavnikov, ki so mene dvigovali pa mi pomagali. Se spomnim, kje bi začel, v bistvu, takrat na začetku so bili to prijatelji, a ne, ki so me sprejeli tazga kot sem. Smo se zabavali, smo ven hodili, so bile te stvari, veš, ko so te podprli, pa so bili te svoji igralci. A si jih mogel, samo to te ne vprašam, si jih ti moral opomniti, jaz sem še vedno jaka? Ja. 1-2 sem mogel tako, ko smo se skupaj dobili, in sem še zdaj tem hvaležen, vsako leto se dobimo pač tistega 17. aprila, ko so meni to diagnosticirali, in naredimo pač, od takrat sem jaz začel piti. Enkrat na leto. V bistvu, oni so prebrali, da če ti razkužeš, a ne, da začutiš tudi te bule, in imamo zmeraj mi skupen pregled in imamo to obletnico, zdaj že 20 let skupaj vsako leto nazdravimo. To je pač ta skupina teh prijateljev, ki smo res ostali od malega skupaj in se je potrdili, da so to res te prijatelji, da so bili ta pravi.
Druga skupina so bili tisti soigralci v Domžalah, ko smo izpadli v drugo ligo. Takratni moj kapetan Nenad Protega je postal športni direktor in mi je takrat, in Stane Vražam, predsednik, sta mi takrat ful pomagala, ker meni se je v bistvu pogodba iztekla, ne. In je rekel Nenad, Jaka, jaz ne vem, kako naj ti pomagamo, mi smo se odločili, da ti podaljšamo pogodbo. Pa je to v redu, sem rekel. Mislim, a veš, takrat si pa pač hvala, da se vemo, te SP-ji pri nas, pa še zdaj ni urejeno, te statusi si mogel to plačevati. A veš, te to dodatno razbremeni, da si želijo, da kadar bom le mogel, da bom prišel zraven, pokojni Fičo Filipovski Filip Filipovski mi je ogromno takrat pomagal, me vzel zraven, ogromno modrih stvari, on je bil pač res en modrijan, samo jaz rekel, res je imel toliko nasvetov. Ta fuzbal te je zelo dvigoval. Slaviša Stojanovič me je skozi zraven na vse tekme, takrat so te mladi fantje prihajali, ki so bili tako neobremenjeni od Zlatana Ljubljankića, Dadota Stevanoviča, Samirja Handanoviča. To so bili vsi te res taki sami super fantje, željni nogometa, življenja in mene je takrat ful pomenil, ko mi je na primer Dado vzel mojo številko, pa je s ponosom nosil naprej, to me je pač že zaradi njegove zgodbe, zdaj mi je tako še toliko več pomenilo. In smo takrat naredili res eno tako lepo zgodbo, jaz sem hodil tudi na treninge pol kasneje zraven, Fičo tu pomagal, da sem Lukatu Grešaku pač mal streljal takrat, da sem se počutil, del ekipe, tudi njim sem par pisem napisal, zahvale in ta ekipa je zrastla, se uvrstila v prvo ligo. In takrat pol leta kasneje sem pa tudi jaz dobil zeleno luč svoje zdravnice, da lahko počasi začnem razmišljati o treniranju in pol sem pač... Zapravi, da telo obremeniš z nekim fizičnim resnim naporom. Ja. To je bilo tudi ena posebna borba, ne, verjetno. To je bilo pa spet en klado, ki me je res udaril dober. Kaj, nisi pričakoval, da bo toliko naporno ali kaj? Ne, da bo toliko enostavno. A res? Ja, spoznal sem pa takrat to, ker se mogoče marsikdo ne strinja, oziroma ne strinja, ne pozna toliko tega, ampak jaz sem spoznal tisto TMG metodo. To so te meritve, ki ti jaz sem atrofiral, se pravi, jaz nisem imel nobene mišice, nikjer. In jaz sem mogel telo iz nule postaviti in takratni atletski trener Sržan Đorđević je izumil to napravo svojo ekipo s Sergejem Rozmanom, pokojno Jerneja Perc, Merlin Oti tudi je bila zraven. In s pomočjo pač valjda tudi mojega očeta, ki je pač pomagal, da so to naredili, so me testirali, na podlagi tega naredili en program. Takrat na Trosko Kašice je bila Ksenija Predika, ki mi je pomagala pri teh pripravah, da sem jaz spoznal v nogometu, da obstaja tudi fitness, prej ga ni bilo. Prej ni bilo ene uteži, pač takrat. Še zdaj imamo borbe s tem. In sem jaz takrat naredil pač revolucijo v mojem klubu, ne v Domžalah, ampak pol pač, ko sem prišel v Faktor, v 3. ligo, trener je malo odprl oči, to je bilo nepojemljivo, da si ti pretekmo šel v fitness, ne narediti. Aktivacijo, jaz sem to delal skozi. Jaz sem za nič igral, če nisem tega delal. Se telo potem tudi navadi. Navad se in pač jaz sem takrat postavil to simetrično telo, se pravi sprednje, zadnje lože, simetrija obeh nog. Si bil bolj pripravljen kot pred boleznijo, ali kaj? Prej sem lahko prelaufal, kar sem hotel. Zdaj sem pa se počutil ful hitrejšega, ful močnejšega, čeprav sem bil še lažji. Bolj sposobenega, bolj atletskega. Prej se nisem počutil tako lahkotno na igrišču, zdaj sem pa prav tako žval počutil. Prejšnji fuzbal je tisti fuzbal, ko si prej govoril za očeta. Lahko si ponavljal, ampak ni bilo te eksplozije. Zdaj tenziomiografija, ta TMG, a nam boš ti povedal na hiter? Lahko ti, ko boš moj bolj strokoven. Ponovno tiste, ki zanima, kolikor jaz vem, ta TMG tudi Milano uporablja. In Barcelona in vsi večji klubi, in Juventus imajo to, vsi imajo te večji klubi, to redno uporabljajo. Glavno gre se za dve elektrode, ki se namestita nekje na izhodišče pa pripajališče mišice, neka taka, ne igla kot igla, ampak senzor igla, se nekje tam, kjer bi se nej
največji trebuh mišice pojavil in ko se spusti električni impuls čez mišico, se mišica normalno napne in potem se gleda debelina trebuha, ali pač, zdaj upam, da sem prav vse povedal, in hitrost. Tako, ne. Hitrost, vzdržljivost, moč mišice, vse to iz tega. In zdaj znotraj vsega tega, kar si govoril o simetriji in vsega tega, ne, mi pač moramo imeti usklajene, če gledamo samo noge, spredaj je pač kvadriceps primarno, podzadje zadnja loža, da sta dovolj usklajena glede hitrosti, potem pa še levo, desno, ne, in če to lepo usklajujemo celo telo, potem dobiš mašino. Ne vem, če so to kjer je ta mišica, no, tale? Mislim, da je to gastrocnemius. Po moje, to mišico sem jaz poznal, da sploh obstaja in to je v bistvu feder za šprint. Tako. In to je vaja, ne vem, če se vidi na kameri, kako tapkaš, enakomerno in to ti lahko, ne moreš sploh stopati pol po teh vajah, ki se delajo te vaje. Če Miha Zajc posluša to, ne se zaradi tega, ker sem jaz to z njim Rudarja delal, pa ni vedel, kak bi ne naredil. Ni bila živčne povezave od možgan do dal. Mislim, je res, to so bile take, a veš, take vaje, ki si jih prvič spoznal pri 25 letih. Pardon, ne Miha Zajc, Miha Golob. Miha Golob, to pa še bolj razumem. Miha Golob, to je bolj ona generacija, Ne, Miha Zajc to sigurno dela, ker vem, ko se pogovarjamo, ko smo v stiku še vedno. Ne. No, v glavnem, to mišico sem tudi spoznal, zaradi te sem bil tudi ful hitrejši. Res drugačen način treniranja in sem prišel do te filozofije umetnosti telo spočiti, njega naterati v bistvu po domače in mi je res ogromno pomagal te atletski del treninga, kljub temu, da mi pa niso rušili, veš, to mi je bilo ful všeč, da mi pa niso rušili, ker zdaj neki propagirajo to atletsko šolo teka, pa to, da mi niso rušili teka, načina teka, pa vsega tega, ka valjda pa tudi postavitve udarcev, vse to zgubiš, vse porušaš in ne moreš. Malce je drugače, Je drugače, tako da sem se resno čist drugače počutil na igrišču, tudi dojemal pač, kot sem že prej rekel, igrišče mi je bilo vsem, komu sem podal, pa kdaj sem podal, pa kaj si je kdo mislil, če sem kaj zafrknil. No, zdaj, ta del po bolezni, ne, se tudi privat spremeni. Ful. Mislim, glavno odnos je tudi v intervjujih ostalih, ne, ti govoriš, začneš se ukvarjati s sabo, ali pa ti si pač primarna oseba, s katero se moraš ukvarjati, ne. Kaj to pomeni? Ja, ne vem, poslušajte komad, ko mene več ne bo. Ne vem, jaz čisto enostavno, res, vse bo isto. Sam tebe več ne bo. In zdaj ti v tem svetu si pač najbolj pomemben, zato ker si ti. In se ti zdi, da ljudje preveč gledajo na to, da bojo zadovoljili vse ostale in premalo, se pravi, da jih je strah, da če ne bojo nekaj naredili za druge, da jih bojo ljudje pogrešali, ali kaj? Ampak jih noben ne bo pogrešal. Itak da ne. Mislim, vsak je zamenljiv, a ne, tako v službi, kakor na igrišču, a ne, tega se moraš zavedati. Nepopoln igralec, nisi dober igralec, ne, se moraš tudi znati poslušati pacience, prav, če si poškodovan, da to poveš, a ne. Ni konc sveta, če 2 tekmi ne boš odigral, a ne, pa se boš pozdravil, da ti ne pride to kronično, ne, tako kot določenim igralcem pol prihaja, a ne, ka more pa nujno igrati proti Rudarju, ne. Recimo, to so vse stvari, ki pač so pomembne v življenju, ne, valjda pa moraš nositi določeno mero odgovornosti, ne, jaz zdaj bom imela ženo 25 let skupne zveze, a ne, valjda, da je najlažje zbežati pa zamenjati, a ne, samo ti si naredil družino, a ne, ti ne boš, če boš sebičen toliko, da boš gledal sam nase, ne, v tistih trenutkih kakšne krize ali pa česarkoli, ne boš sebe prizadel pa žene, a ne, ampak tudi otroke, boš tudi z njih znal narediti invalide, a ne, valjda, tule pa je ena mera odgovornosti, da namo zdaj se narobe razumeli, da je zdaj pač, ne, tudi odgovornost do ekipe, a ne, v končni fazi, ko si ti na igrišču, a ne, ni zdaj to, da zdaj pa jaz probavo. Če pa se je tu potem, glede na to, da se ti spremeniš, ne, ker se tvoj odnos spremeni, se pravi, verjetno kdaj rečeš tudi ne, pa ljudje niso tega navajeni, ali pa nekaj ne boš naredil, ali pa nekaj boš naredil, kljub temu, da nekdo pričakuje, da tega mogoče ne bi, ali pa si ne želi. Si imel, potem rečemo tudi kaj konfliktov,
ne vem, z očetom, z ženo, z ostalimi prijatelji okrog sebe? Ja, skozi. Sam se navadaš, a veš. Skozi. Mislim, veš kaj je? Ampak so sprejemali generalno pozitivno? Ja, več ali manj pozitivno. Mislim, jaz sem Ker tudi se taka konflikt oseba, mora biti, ne? Ja, mislim, jaz prvič sem oseba, ki nikoli ne iščem konfliktov, ki zmeraj iščem rešitve. Ja. Drugič, se veliko rajši nazaj potegnem, pa ne hodim v konflikt, ampak grem pa po svoji poti. A veš, jaz pravim, da cilj ni pota, ne. A veš, imaš ti en cilj, ampak ima vsak svojo pot, ne, in dostikrat je tudi avtocesta je res najhitrejša, ne, ta podeželska pot je pa lahko ful lepša, ne, do istega cilja, rečva, ne. Ja. In zakaj bi jaz zdaj nekam drvel, pa mogoče zamudil kaj, lej, ogromno jih trpi, pa so ljubosumnih, pa jim je hudo, ko grem jaz na dopust z družino, pa kam je lepo, pa ko skozi potujemo, samo lej, spomini ostanejo, potovanja, ko si hvala Bogu lahko privoščimo, so mi vse, kar je, a veš, mi ful pomeni, da sem dosti z družino in je to ena investicija. Pa tudi, če mi ne bo nobena hčera, pa žena je več hvaležna za to, kar smo skupaj preživeli, sem bil jaz te trenutke zadovoljen. In jaz, če jutri umrem, bom srečen, kar sem naredil, a veš. Ker je živel tako, ko si zdaj hotel, ne? Tako, ja. Pač valjda skupaj z družino, ne zdaj, kam pa eno lušno, bom pa vse po sabo pa še z drugo. Ljudje dostikrat težko sprejmejo to, da ti rečeš, ne, jaz živim tako, ko bi želel. Vse tako ne rečem nikoli. Veš, nisem tako. A ni tako? Ne, tako nisem nikoli. Sem pa dan s prijatelji, dam vedeti pač, da lej, žal, ne moram, sem rajši ob dan s prijatelji, pa z ljudmi, ki čutijo isto in pač imamo en svoj krog, ne. Včasih naredim kompromis, ampak itak življenje naredi svojo, pač reducirati pač tiste stvari, ki jih zraven na silo pridejo ali pa na tak ali drugačen način, ne. Ker ogromno je, pač vidim ljudi, ki so zakompleksani, ki so imajo probleme sami s sabo in na napačen način rešujejo stvari sami s sabo, da vse druge okrožajo, pa vsi drugi trpijo, v bistvu pa pol pride do končnega problema, da je pač v njih napaka, kako živijo, pa kaj delajo, ne, ampak za sabo pa puščajo pač velike rane, pa velike travme ljudem, pač govorim, ali je to alkohol, ali je to, ne vem, karkoli drugega, ki bežijo pred nečem, a ne. Zdaj pa, če se ti soočaš, a ne, pa nastavaš glavo temu kladvu, je pa pač bistveno lažje, čeprav je pa pač tisti trenutek zelo težko, a ne. Čeprav meni je zanimivo, ne, midva, ko smo se pogovarjali, tudi ta knjiga Vse o kurcu je slovenski prevod, ne, noter je en kup teh stvari tudi, ki jih jaz uporabljam dostikrat v šoli ali pa ne vem, tako, ko se pogovarjamo med sabo, ne, da sej kaj je na koncu sreča, ne, a ne, in je noter ena misel tako, se pravi, če si jaz želim biti srečen, je že v štartu negativna misel, zaradi tega, ker si želim nekaj, kar nimam, ne. Se pravi, ne išči sreče, ampak je veliko drugih stvari ali pa na drugačen način je treba pač pristopiti do nje. Dostikrat ni poti do sreče, sreča je pot, a veš. Ja, no druga zadeva je pa tudi ta, ne, da to, ko si govoril pot pa cilj, ne, tudi noter zelo tako govori o tem, da večji kot je izziv ali pa problem, ki ga bo potrebno rešiti, ne, večje je potem na koncu sreča. Se pravi, se moraš ti veseliti izziva, ne pa tistega končnega cilja, ne. In to je pa verjetno tudi ta pot, ne. Ja. Tako da ti v glavnem imaš veliko teh izzivov v svojem življenju, ne. Tudi potem, ko si se vrnil na nogometno igrišče, si se odločil, da boš pa še enkrat živel profesionalno kot nogometaš, ne. Ja, to je bilo pa čisto spontano. To je bilo pa res. Si iskal to ali je samo prišlo do tebe? Ne, mislim, jaz takrat, ko sem bil, sem spoznal tudi drugo plat, a veš, bolj to trenersko, ker pač sem bil z igralci v garderobi, ampak ko sem bil bolan, sem tudi do Slaviša Stojanovičem bil, pa z njegovim štabom in sem videl, veš, da tudi to delo trenerjev je ful zanimivo, drugačno. Takrat sem na primer rekel, da ne bom nikoli članski trener, ne. Zakaj ne? Ja, zato, ker veš, preveč interesov. Ne, ti, ko prideš kot nogometaš, ne, prideš z ono torbico, se oblečeš in narediš 100 ali pa 120%, kar ti oni rečejo, ne. In je to in je konc, ne. On se mora pa ukvarjati s 30 ljudmi,
cele dneve, ne, si vpet v to zgodbo, ne, je res garanje. In res spoštujem in cenim to. In tudi to mi je življenje dalo, no, da tudi spoštuješ drugega, kaj dela, ne glede na to, kaj dela, ampak njegovo delo, ne, ker ni vse tako enostavno pa črno-belo kot se vidi, ne. In se dosti od drugih učim, kaj meni paše, pa kaj ne, a ne. Ampak ja, takrat sem pač spoznaval te stvari, nikoli pa nisem med boleznijo razmišljal, da se bom še kdaj vrnil. Pa mi je pa zapasal. Pol pa ta TMG, malo fitness, malo raztegovanje, malo spoznavanje samega sebe, pa te pa kar potegne. V bistvu se je pa začel, če sem čist iskren, to, ko pozdravljeno ti pač slovenska država omogoči, slovensko zdravstvo, kaj je to kukurcu, ne, ti omogoči tudi to, da si lahko greš v toplice 14 dni na rehabilitacijo. Pol, ko je zdravnica pač tam videla, so mi podaljšali, ne vem, če lahko povem, ampak si tako že dolgo nazaj, so mi podaljšali na 3 tedne to, da sem pač res tam in tam sem začel pač spet, veš, tisto občutek dobiti muskelfibra, ko sem hodil na terapije, vse te stvari, kam je pa spet vzbudil to malo. Si ga pogrešal, kaj? Ja, in sem prišel spet takoj do zdravnice in sem si rekel, da če je kakšna možnost, je rekla, kar se nas tiče, ja, sam počas, z glavo v pameti. In potem sem res, dobrega pol leta sem res samo v fitnessu, počas, malo žogo spoznaval, hodil na treninge in začel igrati v 3. ligi v Faktorju takrat. Smo prišli takoj v 2. ligo, prvo leto ostalo v 2. ligi, drugo leto postali prvaki 2. lige in potem sem se spet vrnil profesionalno pogodbo v 1. ligo s Faktorjem. Takrat je še Faktor bil, Takrat je bil še Faktor in potem je lik ta prevzem sedel v 1. ligi, takrat tiste na pol leta, potem sem šel pa jaz na Japonsko in tako naprej. Čuj, kak si Japonsko našel? Trener me je našel. Kdo je bil dol trener? Hamayoshi Masanori je trener, ki je pač se izobraževal v Sloveniji takrat in so iskali eno pač tako dolgoročno zgodbo v klubu tem, no, so postavili res dobro ekipo in pol sem pač bil prvi nogometaš oziroma v klubu, ki je bil prvi v zgodovini japonskega nogometa, ki je bankrotiral. To je na Japonskem zelo težko. Ja. Koliko si se, to vsakega vprašam, prvič, ko greš v tujino, koliko si se ti pripravil za tujino? Kaj si se pozanimal? Zdaj ti res, da si že malo starejši bil, ne? Ja. Nisi bil več Ja, 21, 22. Jaz sem bil takrat 29 let star. Ko si ponavadi pri 21 sam, da je pogodba, pa gremo, pa pride v neko drugo kulturno okolje, pa mislim, jaz sem takrat, mene takrat tujina me zanimala, ker ta 1. liga pri nas je bila mi zanimiva, ampak veš, to si že mogoče malo prerastel. No, dosti je bila podobna tisti 2. ligi, ki smo igrali, nič ni bilo drugače, ni bilo tako, kot zdaj, da si imel teh kamer, toliko pa tega, takrat so šele začeli malo snemati tekme, pa tako. Se je bila v razvoju, ampak si bil res par svetlobnih let vzadja, ne. Tista Japonska je pa že bila in sem te bivše moje soigralce Marinka Galiča. To je bila prva Japonska liga, ne? Ne, to je bila tretja Japonska liga. Ampak ti si igral dol prvo Japonsko? Ne. Bil sem v klubu, ampak se nismo dogovorili pol za pogodbo, ker v bistvu je bilo tako, da je bila J1 pa J2 je bila takrat licenčna, tako kot MLS. In v bistvu je v tej ligi, ki smo bili mi, se je v bistvu pridobivala licenca za J2 in pol zaradi lastnikov in teh, ki nista skupaj prišla, je pač klub bankrotiral. Ker pa imam jaz slabe informacije. Meni se je zdelo, da prišlo, da si bil tudi nekje v prvoligaškem klubu. Okay. Takrat smo bili v tem Rozo Kimamoto, ki je bil, so bila tam, ampak se nismo pač dogovorili za sodelovanje, kar mi je še danes žal, ker nisem ustrajal, ampak mi je bilo pa tujina, jaz sem se pozanimal pri mojih bivših soigralcih, Amirjem Karičem, Marinkom Galičem, Petr Binkovski, ki so bili na Japonskem, kako je bilo. Takrat je bilo pač vse tako še bolj oddaljeno, veš, ni bilo toliko interneta, toliko tega, da bi spoznal. Prednost je bila ta, da je bil Hidetoshi Wakui takrat tudi v Interbloku, da mi je pač dosti stvari pomagal se pozanimati o tem, z mano je šel tudi Miljan Željković, ki so še danes ful velika prijatelja, so se tam ful zbližala. Spoznaš drugo kulturo, način treninga, razmišljanje, vidiš, kaj je profesionalizem, pristop nogometašev, druga kultura, drug način razmišljanja na igrišču, vidiš, da so res roboti na igrišču, da ni neke improvizacije, da je preveč ubogljivo, preveč ubogajo na svete, preveč, a veš, pa sem obiskal še po drugi strani so pa zelo egoistični. Ja.
To je doktor Verdenik, ne, Zdenko je isto pač rekel, ne, in da je tudi on, ko je deloval dol, da se je vedno iskalo Južne Korejce, ne, da so imeli pa meso. da so bili tako malo kreativni, drugače pa. Če nisi igral v Evropi, je zelo težko. No. Jaz sem imel kot winger največ strelov v ekipi na gol. Ker to si lahko včasih so bile tekme, ko si lahko kar vzel gol ven, bile so tekme, ko si izgubil, pa se niso nič sekirali nobeno klubu. Mogoče tudi zaradi sistema, ko nisi ne izpadel, ne naprej šel, veš. Je bilo bolj ta ameriški način, ne, dosti kopirajo Amerike, čeprav sem mislil prej, da ne, pa je kar kopija, dosti copy-paste. Tako, no, je bilo pa tehnično, so bili pa neverjetni, to je še Mihajlo Petrovič rekel, polka smo ga obiskali takrat, je rekel, da kaj tazga pa ne vidiš vsak dan, koliko so to. Jaz sem takrat prvič videl, naprimer, našega golmana, četrti se pravi, golman, tehnično in taktično dobre, ampak ni kaj strasti ta pravi, ali kaj? Ni strasti, pa ni jajc. Aha, veš, ne upajo se izpostavljati. Paralelo boš igral in ne bo diagonale dal ni šans, ker mu je rekel sam paralele. Ful navodila, veš, v nasprotni ekipi, tako. Prosti, prekinil sem, da golman je. Naprimer, to mi je bilo ful zanimivo, tretji pa četrt golmana, veš, jaz sem to prvič videl v živo. Sta si podajala s pol volejem z levo in z desno nogo in sta se v roke zadela. Od 16 do sredine, ene na sredini stroj, na 16 in sta si s pol volejem podajala in se v roke zadevala. Tretji pa četrt golman v tretji ligi. A veš, tako, koliko so bili to tehnično res tako v nulo, ne. Sam kaj? To ni to, ne. Zdaj, kdaj si se ti, da še ta del malo obdelamo, ker zdaj smo že v podaljških noter tudi, midva bi se verjetno lahko ne pokalna tekma je, ne? Ja, bomo šla verjetno malo penale. Ok, ti zaključuješ potem počasi, še imaš neke epizode nogometnega igranja, ampak počasi zaključuješ. Kdaj se ti začneš vključevati v Onkomena? V bistvu sem se jaz... Koliko let sploh Onkomen pri nas deluje? No? 5 let. Okay. To je slovensko društvo. Okay. Jaz v bistvu sem bil član Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Tam je tako, da moraš 3 leta po končani bolezni se še lahko aktivno vključiš, kar mi je ful dobro, zato da se najdeš, da vidiš, če si sploh za to, da boš pomagal, ne. V bistvu sem takrat preko sindikata nogometašev Slovenije postal frontman akcije Rak poglejmo v oči in zmagaj še ti, ki je šla pol tudi v svet. Takrat jaz sem postal v bistvu prvi profesionalni športnik, ko sem se vrnil po bolezni v nogometu, profesionalni šport v Sloveniji. In je bila to pač prva taka malo provokativna akcija, ki je šla pač po vseh slovenskih nogometnih štadionih, pač in v košarko in v rokomet. In smo res naredili eno tako osveščevalno akcijo in takrat sem pač postal aktiven v Društvu onkoloških bolnikov Slovenije. Potem smo se borili, veš, kar res moški, smo res čisto drugačni, no, pač to dojemanje bolezni in vsega tega. Onkomen je globalno gibanje ali samo slovensko? To je slovensko, samo slovensko gibanje, ki smo ga ustanovili 3 prijatelji. Pred 5 leti iz tega, kar pač ni bilo toliko posluha na ženski strani za moške. Pardon. In zato smo pač sklenili, da ustanovimo prav moško društvo in osveščamo o moških boleznih. Čeprav nas je pač malo povozila zdaj tale analiza oziroma raziskava v Ameriki, kjer so rekli, da o moških boleznih osveščajo ženske. Se pravi, boste vključevali zraven. Da bomo ga zdaj pa ženske osveščali. Omenil si, da smo moški toliko drugačni od žensk. Kje smo mi toliko drugačni? Moški smo kot rak, a veš, ful čvrst klep, noter pa mehak, ne. Ženske so pa kontra, ali kaj? Ja, ženske pa veš, da so skozi pa zdravniki, skozi se v problemih pogovarjajo, ampak takrat, ko pa pride do tega, so pa odločili, da pa grejo zdravniku, grejo na pregled, kar tudi statistika konec koncev dokazuje, ne. Je to kulturno, misliš, da skozi vzgojo povezano ali kaj drugega? Ne, jaz mislim, da je to gensko. Da je gensko? Ja, da so pač vse ženske na svetu, ker je to svetovna pač raziskava, tudi kaže, da ženske grejo hitreje, veš. Moški smo res pusi, no. Res. Kaj bom hodil, kaj mi bo, a veš, in res so te izrazi, ki jih slišiš, ja, se ni nacej, a veš. Naprimer, Perica Jerkovič je bil ta stand-up komik, je ful razlagal svojemu stand-upu, enkrat ne bom nikoli pozabil, ko je imel Kri na blato, ta prvič je rekel, pizda, to je pa
nekaj narobe, sam pismo, jutri ne morem iti doktorju, ker moram iti gume zamenjati, pa imam faks, pa imam pa še en nastop, da bom šel v petek, ne, in pol drug dan spet kri na blatu, pa rečem, se to je bilo že včeraj, ne. A veš, in pol je v bistvu rabo dobra 2 tedna, da je sploh šel do zdravnice, no, si pa so najdel sicer nekaj manjših polipov, ampak nič tazga, ne, ampak, a veš, to smo moški, ne, ženska bi šla tako isti dan, ne. Jaz mislim, da je to malo tudi s tem povezano z to vzgojo, ne, kot češ, ne, punčke lahko jočejo, fantki ne smemo, Vse ne. to je, pa, ampak tudi In ta vzgoja po celem svetu. Ajde, malo stisn zobe, sej ni tako hudo, ne, pa da je malo si se Za udaril. vsak drek pa tudi nam hodil, ne, a veš. In da te to, ampak da je to od malega in potem ti pač, pa ne, zdaj pa, da sem moški, ne, se ne rabim, ne, v tem stilu, ne. In to je dejstvo, no, to je dejstvo. Raž bomo enega spil, pa bo, ne. A veš, ampak ni to, ne. Enega razkužili. Ja. Kaj je vaš cilj generalno ob tem, da se ozavešča ljudi, se pravi moške, ne, zdaj letošnja akcija je za... Rak prostate? Ja, ste mlaj postavili za 50-letnika, Tako. ne. Zato, ker je tako simbolično, veš, tudi tako moško, ne, pač mlaj se postav pri 50 letih, a ne, in prelomnica Abraham, ne, in pač pol pa žalostno, ne, da pa vsak 4. po 50 v Sloveniji zboli za rakom prostate, a ne. In smo hoteli pač na to problematiko opozoriti, da se pač gre po 50 takoj po slavju pregledati. Kdo je lahko član Onkomena? Kdor hoče, od moških do žensk. V bistvu, če čistko povem iskreno, nismo prav iskalci članstva, a ne, ampak smo bolj en kot v tem svetu zdravstvenem onkoloških bolnikov ali pa bolnikov na splošno smo bolj en posrednik. En tak medij, ki si upa malo na drugačen, provokativen način predstaviti problematiko bolezni. In potem, ko pridejo do nas, jih pač mi usmerimo na ta pravo društvo oziroma na ta prav naslov, kjer jim lahko pač specifično pomagamo, zato ker nočemo biti res tisto tipično slovensko, veš, vseh nam, da bomo imeli pa mi vsi ostala društva, vse strokovnjake na svoje. Zakaj, če je društvo obstaja že 20 let, ki skrbi za limfo, ga bomo dali kje, ne, rak prostate, imajo tudi svoje društvo, jih bomo kje usmerili in bojo oni pač res strokovno lahko naredili, mi pa bomo eno tako splošno osveščanje delali vsako leto o moških boleznih. Pa pol tudi sodelujete kaj z onkološkimi inštitutom? Z vsemi. Smo tudi združeni v Onkonet, kjer so vsa ta onkološka društva skupaj, delamo skupno akcijo, tako da vrsto teh stvari, ki povezuje in hočemo biti res povezovalni, ne pa razdruževalni. No. Ker tiste, ko zanima, ne, pač tudi na spletna stran in vaša in onkološkega inštituta, ne, zelo pregledna, veliko informacij se dobi, se pravi tudi o simptomih ali pa kam, v glavnem, tako da tiste, ko zanima, ne, ali pa prvo, da se sploh pogovarjamo o tem, pa da nas ni strah, da to ni nič narobe, ne. Na drugi strani pa, da se še koga za kakšne brke rečemo malo. Tako. No pa na primer tudi lansko leto smo imeli akcijo Dej se preglej, oziroma o modih, letos imamo Dej se preglej, lansko leto smo imeli pa akcijo o modih, o samem pregledovanju mod, ne, in v bistvu ti vzame 30 sekund na mesec potušem, da se pregledaš moda, ne. Torej 30 sekund v enem mesecu pa res ni veliko, ne. Video je bil zelo dober, moram reči, ne. Imamo jih kar nekaj, ja. In o kajenju in pol v modih, ja. So kar... V glavnem vsako leto poskušate nekaj drugega, ker tudi letos, ne, pač imate res dober video, ne, se tudi na televiziji dosti vrti. Kdo vam pa pomaga pri teh stvarih pol? Ponavadi je tako, da nam vedno kakšna agencija priskoči na pomoč, pro bono naredi vsako leto druga, povemo jim svoje želje, kaj si želimo in pač oni to sprovedejo, izvedejo, ko pač vsi smo valjda volonterji, vsi pač delamo po najboljših močeh, kadar le lahko. In mislim, da nam uspeva zelo dobro. Ja, moram reči, da ste kar tako prodorni, ne. A pa imaš ti občutek, rečemo, da od teh 20 let, zdaj, ko ti praznuješ, ne, da je pogled ali pa doživljanje bolezni raka, da se spreminja? Ja, dokler te ne zadane. Tam je pa pol isto. Pol je pa isto, ja. A veš, ti si zmer si junak
na tribuni. Ne? Ne, mislim sem tudi, a imaš občutek, da se ljudje, da vsem tudi s temi vašimi akcijami, da prej grejo na pregled, da To lažje je. sprejemajo. Ker jaz zdaj tako, isto, ko sem oddajo pripravljal, sem malo razmišljal, ne, tako ko je telefon narejen, ne, je, da vse te aplikacije zelo dobro simulirajo slot mašine. Ne. In ti, ko stisneš, nikoli ne veš, kaj bo na oni strani, ne, in vedno upaš, da bo ne vem, zadetek, mail, like, karkoli pa že. Ne. Social Dilemma, mislim, da je naslov dokumentarca, če ga bo kdo slučajno gledal. In je ta, ki je skrbel za Googlov račune, je razlagal, da na kakšen način psihološko delujejo te. Se pravi, prav tako kot slot mašine, vržeš kovanc pa čakaš, da boš dobil one 3, ne, ta prave, da boš zadeval, da je zelo podobno pač telefon dela. In sem razmišljal, a miš, da je tudi ta strah, rečemo, ko greš ti na pregled, da boš dobil, se pravi, dobitno kombinacijo, da se ljudje zaradi tega ne odločajo potem iti na preglede, ker je, rečemo... Itak, mislim, a veš, tudi pri meni po 20 letih vsakič, ko grem, te stiska, ne, in je prav, da te, ne, ker če te ne bi, nisi nič naredil, ne, in ta strah je pa treba premagati, to so te izzivi, ki so se pogovarjala, ne, do cilja, ne, cilj je, da si zdrav, ne, sam moraš pa premagati ta izziv, da greš do zdravnika, da ti pove, da si zdrav, oziroma da tudi vlagaš, jaz tudi pravim, no, da tudi če vlagaš v sebe, da si tudi pač, če se ti že karkoli pojavi, ne, da se hitrejši obnovi, hitrejši regenerira, hitrejši pozdravi, telo hitrejši odreagira, tako da ja. Si rekel, 5 let, ne, je pol po 5 letih kaj drugače? Ja, malo ti, malo pade to, ja, malo z olajšanjem. Jaz sem takrat sicer že igral, spet nogomet profesionalno, takrat sem prišel, mislim, da ja, takrat sem bil že iz tujine nazaj, oziroma ja, takrat sem se vrnil z Japonske, to je bilo 5 let, no. Če pa zdaj v svojem življenju, ne, ko si prej govoril, se ukvarjaš s sabo, pa so tudi kaj te zunanji užitki drugačni ali pa so bolj poudarjeni? Mislim, Tako si, zdaj prej smo se že rečemo pogovarjali, ne vem, tule pač mi snemamo zdaj v tem Kuprinem Salomonu, ne, imamo tu pred sabo eno zverino, Formentor, ne, eno od njih, ne, a ne vem, da ti voziš en tak avto, ko ima, tale ima konkretno tule 390 konjev, ne, a to tudi kaj te povleče še vedno, da uživaš? Iskreno, zdaj ne, moram počakati, da bom 50, da me bo. Zdaj sem v tem obdobju, ko me to ne toliko vleče, me vlečejo baluni avti tam le čez, ki je električen. Ampak ja, zagotovo pa včasih je bilo to, pa tudi v prihodnosti. Misliš, da po 50 boš pa Rudko gar dal? 3 pa otroke se ne upam, da to tako močen avto. Če sem si iskren, se pa tako dobro ne znam kontrolirati, da ne bi preveč pritisnil. Ker tam res pol ima, ker malo na 4 sekunde ima od 0 do 100, ne, tako da 5-valjnik divji, ne. Jim ga je ponovno lepo uspel narediti, no, tudi linije so dobre. Prej sem sedel noter v njemu, ne, tudi tako, res športni pridih za... Sem se tudi jaz naskrival vse, ko ste vi pripravljali se mesece vse. Za adrenalin, ne, po moje, tako, ne. Ne, pa ful je noter, je top, tako, tudi kar družinski. Kar družinski, ja, se vidiš, bi lahko tudi bilo za družino, ne rabiš. Čeprav veš, tisto, ko si rekel, ne, za bor, ne, za elektrika, tudi on ima... To pa tudi. Ima tudi 6 pa polna od 0 do 100, ne, tudi, tako da je tudi zelo živ, ne. Ja. Se pravi, so tudi takšne užitki lahko... Definitivno je pa tudi res, da sem pa tudi po bolezni šel pa na takrat, če ni bilo, no, pri Branetu Kizmiču, ni bilo še na MZS-ju, na trening varne vožnje in to pa tudi priporočamo vsem, da tudi tazga korenjaka vzamejo, da najprej ga tam sprobajo, pa spoznajo vse te pasti. Pa da da skirov zadnji si, tako, pa kot naša rit. Da mokrem
pa kdaj bo zabremzal, pa koliko bo zabremzal, sploh koliko bo zabremzal. Ko se spomnim, da takrat je bilo treba ful zabremzati, da si sploh ustavil avto, da so se vsi 4 ABS-i vklopili. Ne. To so take stvari, ki so pa tudi priporočljive in pomembne, da pač da greš na ta trening varne vožnje. Zdaj pa je te mladi vozniki morajo to narediti, ne, nam pa ni bilo treba, ampak bi, no, tudi vsem nad 70 bi pa moja tudi priporočil, da bi bilo obligatorno. Tam je potem kar že nevarno Ja. tudi, ne, se pravi, ko malo kakšna reakcija zaspi malo, ne. Ja. Dej, midva sva zdaj res že proti penalu, ne. Reč mi, tu bi malo poskušala mogoče zaključiti tole oddajo, pa bomo midva še potem izven. Pa če bo koga kaj zanimalo, absolutno na spletno stran, pa kakšne informacije. Kaj bi ti generalno, rečemo zdaj, svetoval nam moškim, ki, hvala Bogu, moram reči, da nisem šel v raka, imeli smo nekaj v družini, ne. Ti se še vedno pač vsakoletno pregleduješ preventivno, verjetno tudi cela tvoja družina, malce zaradi genetike, ali kaj je, malce zaradi česa drugega. Ja, mislim, pač jaz bi rad bi dosegel to, da to pride v neko folkloro, no. Da postaviš res sebe na prvo mesto, ker tudi tega avta ne boš mogel voziti, če ne bo zdrav. Ja. In da najprej preden damo na pregled avto, pa na servis avto, da damo na servis sebe. Tako na servis tukaj, s kakšno dobro knjigo, s kakšnim vdihom za sebe, pa tudi kakšnim medicinskim vložkom vmes, pač, da si daš res vsaj tisto kri pregledati, pa če veš, da imaš kaj v družini, da malo obrneš pozornost, pa da greš spoznati svojega osebnega zdravnika ali pa da si vsaj odpreš kartoteko pri njemu, no, in da greš tja, ne šele takrat, ko te kaj boli, ampak čisto preventivno, na 2 leti je več kot dovolj, da se daš tisti pregled, ki ti pripada. Po drugi strani pa tudi, če ti ne, oziroma če si pa lahko tudi samoplačniško, pač mislim, da vsak lahko privošči to, da da nekaj v sebe. Kam pa ne grejo, rečemo, tisti, ki želijo samoplačniško? Polno teh medicinskih centrov, ki so že samoplačniški, ki to izvajajo po celi Sloveniji. To vi nimate usmeritve na spletni strani, ne? Nekaj usmeritev je teh minimalnih, to še postavljamo, zato ker je res ogromno tega, nočemo neč preferirati, da nismo pol. Da kdo ni jezen. Tako, ne, pa da ne izpade, da je kaj sponzorsko, ker res hočemo dobro namerno to delati in nočemo nič preferirati, da ne bo karkoli sporno, no, ali pa narobe. Zato tudi nismo še tega toliko javno izpostavili, no, ampak je pa res tega vedno več v Sloveniji, tako te diagnostike kot vsega ostalega, no, tako da se da narediti, ampak še enkrat splošni bolnik, splošni zdravnik je za bolnika v Sloveniji več kot dovolj in vsakemu tudi to pripada, no. Zdaj, na koncu imam 2 standardni vprašanje, ne. Eno od teh je, kaj bi ti svetoval danes mladim igralcem glede na svoje izkušnje, kariero, pa tudi zdaj rečemo modrost življenjsko, ne. Pa verjetno tudi glede na to, kaj ti danes počneš, ne, kot agent mladim igralcem, kaj ti vidiš danes, kam bi jih usmeril, kaj naj počnejo, kak bi bil osnovni nasvet? Osnova nasvet je to, da naj ne tekmujejo, v smislu, da naj ne nabirajo lovorik, ampak naj nabirajo svoje znanje. Se pravi, znanjem noben ne bo vzel, lovoriko te lahko vsak vzame. Jaz mi rečem, valjda moraš biti tekmovalen v smislu, da boš naredil pri U8 več, kot vsi ostali požongliral slabšo nogo, da boš večkrat zarolil žogo kot vsi ostali v tem smislu, da boš dal več golov kot vsi ostali na treningu. To boš pa tako, da boš na delu 1000 ponovitev z eno nogo v steno, pa drugo nogo v steno, tega ti ne bo noben vzel. Znanja ti ne bo noben vzel. Tako kot kolesa, kaj enkrat znaš voziti, boš tudi to sprejemil, daja žoge, tega ti ne bo noben vzel. In to je bolj važno, kot vsaka osvojitev turnirja, pa kot vsaka lepa kopačka, pa vse ostalo. Tega časa ti ne bo noben dal nazaj in jaz pravim, od 8. leta do nekega 14. leta je to obdobje, ko moraš ti znanje pridobivati, to tehnično znanje, da si pol suveren, tudi v taktičnem, ne rabiš nobene kondicije, nobene vaje za moč, ničesar, to vse pol pridobiš, ker se ti tako vse poruši enkrat, ko začneš rasti. To bi jim položil na srce, ker opažam, da je tega vedno manj, da je to na zadnjem mestu. Tudi staršem, naj bodo starši otrokom,
No, tu bi te eno umestno vprašanje bi še imel, preden gremo na starše. Ne? Glede na to, da je oče igral, bil trener, v bistvu je bil tudi vodja tehničnega sektorja na NZS-u, kar pomeni zelo odgovorno vlogo je imel, tako bom rekel, ne, skrbel za reprezentance mlajših kategorij in tako naprej. Kak je bil on tvoj kritik? Največji. Koliko sta se skregala, kaj? Ne, skregala se nisem, ko sem bil zelo ubogljiv, pa tako, ampak je bil največji kritik. Zelo težko je, več je graju k hvalu, ampak mene je to podžigalo, veš, in pač kle so pa že te generacije, kakšni fantje, pa jih treba malo pobožati, pa malo tako, da jih dvigneš, a ne? Kak si pa ti starš? Po moj ful strok. Ne, mislim tako, po tekmi, ne, ko gledaš. Ne, to pa rad pohvalim, rad povem, pač valjda tudi kaj, tako se ne vmešavam toliko, čeprav me malo zamika, če sem čisto iskrena, pa se zadržujem. Pri baletu se pač ne moram, ne, pri atletki se z njo kar pogovoriva. Mi pri te hčerki, ki atletko treniram, je ful pač dober, no, da je lahko povem, da ne da vsakič vse od sebe. Atletka mi je tako specifična, veš, enkrat sem jo peljal v Maribor na tekmo, 9 sekund pa je šla domov, veš. Ne, res gara za tistih 9 sekund, ne, 3-4 je šprinterka, kaj? Vse discipline, ampak takrat je bilo samo pač ti šprinta, ne, ampak ja. Je tako, no, takrat je bila še pač malo mlajša, tako, veš, gre za 9 sekund nekam na tekmo pa nazaj, no, tako je drugače, veš. Sam adrenalin je pa, kot da si odigral 90. Ja, to, pa da se ona pač dobro počuti, a veš, ti se moraš pa nahajpati, da takrat najboljš narediš. Pri nogometu se lahko malo, šparaš pa tako, pri tej nogometašici pa je tako, no, da je pa pač, jaz že vidim to večjo sliko, ne, ona je pa teh manjših in da se res, tudi staršem bi rekel, naj se ne zaletavajo, pa naj se ne rastejo na teh majhnih lovorikah, pa na teh turnirjih, pa vseh teh, in lahko marsikdo sprogramira turnir, da bo vsakič z medaljo prišli, ampak medalja nič ne pomeni, če ti nima znanja in nažalost je tega znanja vedno manj, no, tega nogometnega znanja, lik zaradi tega. Tako da jaz se preveč tekmuje, pa premalo pusti, da se uči. Napačno tekmuje, no, tako, a veš, mi smo tudi kumi čakali te turnirje, ampak to so bili 2-krat na leto, en je bil v dvorani, se spomnim, smo šli v Avstrijo igrati na turnir kot mulci, pa spomladi je bil en turnir in to je bilo to, ali smo šli kam v tujino, ali pa je bil kle na... V bistvu meniš, da je preveč tega. Preveč je tega in, a veš, otrokom to pride tako, pol so tako kot te Japonci, kaj imel sen. Ali si zmagal, ali si izgubil, veš, to pa ni prav, ne. Moraš biti si želet, ne, in se pa, veš, takrat, ko pa pride do resnega fuzbala, pa velika večina že obupa, se naveliča, karkoli, no. Čustveno izpraznjenje. Ja, jaz tudi pravim, da do 10. leta, 12. leta ne rabaš imeti vikendov, da bi imel zadostno količino tekam, pa treningov, ne, v teh generacijah in tudi te otroci imajo pa tiste vikende z družino pri 10 letih. Je super, ne, da imajo, ne, da hodijo pač po turnirjih, pa nimajo nič od tega, če mene vprašaš, no. To diskusijo lahko pa, naslednjič pa imamo spet naslednje 2 ure, ali pa še kaj zraven, ne. Sma kaj ključnega pozabila glede tega tudi, za kar smo danes delali oddajo? Ja, jaz upam, da so bila dosti, no, da sva pač te moške, ki gledajo oddajo, da spodbudila k temu, da se pregledujejo, da postavijo sebe na prvo mesto, pa da zberejo ta pogum, dajo jajca na mizo in jih tudi pri zdravniku dajo na mizo in povejo svoje tegobe, svoje težave. Pravočasno, ker še enkrat zdravstvo pri nas je zelo na visokem nivoju, ampak... Jaz upam, da si užival, no. Zelo, hvala za povabilo. Tudi užival sem, ko sem gledal prejšnje oddaje, sicer je bilo malo časa, no, ko so res dolge, ampak se jih splača pogledati in res toplo polagam na srce vsem, da si jih pogledajo, ker je ful zanimivih tem. Bi dal kar za obvezno, no, tem otrokom in staršem za gledati. Ja, jaz tudi upam, da predstavljamo, koliko skozi poudarjamo, ne. Se pravi, nogomet je res veliko več kot le zmaga in poraz, ne, in da tudi vsi ti naši gosti, ko jih imamo, da predstavite, se pravi, da tako ti, ne, predstavite res zadevo skozi oči tistega, ki je
v nogometu in kaj vse pač potem ponuja ta nogomet, ne, ker tudi rečemo tebi, verjetno je ta nogomet precej pomagal, da si šel lažje čez eno takole, lahko rečemo res težko bolezen, ne, pa še vse ostalo zraven. V glavnem, jaz sem zelo užival, upam, da zdaj se bomo večkrat srečevala, te pokličem, ko bomo v Ljubljani, da te ulovim, ne. V glavnem še enkrat sponzorsko, da povemo, da še enkrat, da smo na Verovškovi, Porsche, hvala lepa za prostore, Cuprin salon, avti, res so jim uspeli v tejle seriji, tako da tiste, ko zanima, malo športni tip, naj pridejo sem, si pogledajo, naredijo kako testno vožnjo. Vsi ostali pa sledite, delite, če se vam dajo všeč, tako kot je rekel Jaka, oddaje en kup, vas čakajo tudi za nazaj, tako da jaz verjamem, da šel še kako za nazaj pogledati. Zikar bom šel, zagotovo bom šel še, po moje kar vse. Ker so res, vsak ima svojo zgodbo in vsaka je res zelo, zelo zanimiva, unikatna, se ne ponavljajo in ogromno zvešno. Ja. Da ne bom koliko izpostavljal, ampak je že parih bilo. Ja, ne, tu bi še zadnji stavek, bom še sam rekel, ne, tako kot je v tej knjigi, ne, vse je v kurcu, vedno imaš narobe, ne, se veselim, da bomo enkrat tudi verjetno s tabo, ne, snemali ponovno oddajo, pa da bomo ugotovili, kaj vse smo naredili danes narobe, ali pa kaj se bomo naučili, pa druge poglede našli. Tako da, še enkrat, hvala lepa. Hvala lepa. Mi pa, ko je naslednja oddaja zunaj, boste obveščeni, če nas boste sledili. Tako da, hvala za danes, pa nasvidenje.